do polovice nekako veš, da je večina še pred tabo, od polovice naprej pa veš, da ta številka pada. Po njej je sledil še 5-urni raztežaj in tam je bilo zdaj, pazi, je bila juha, je bil kruh narezen in so bile jabolke. Tudi huda čustva, jaz povem, tudi zdaj precej sem jokal, ne. Določene zadeve sem videl, ki jih verjetno ali pa jih mogoče nikoli ne bi videl, ne, v smislu mojega funkcioniranja in mojih napak, ki jih počnem. Ponižen moram biti, upoštevati, da se lahko si zlomiš nogo v zadnjem kilometru. Najbolj zanimivo mi je dejstvo, da je ena stvar, ki te močno boli, recimo, ne, nekaj časa in pol se nekje drugje pojavi druga bolečina, ki je močnejša. Tista prva je večni, ne. Dobro jutro, dober dan, draga publika, spoštovani in spoštovane. Zdaj, mene kar malo šokirali, dober teden nazaj sem potil pot, zdaj sem pa pri kuru gretje v svoji bajti. To ne gre, to ne gre, če sem šokiran, moj današnji gost pač ne, ker je tega vajen svojih poti in svojih podvigov. Z mano je, spoštovane, Andi Mamić. Andi, živijo. Zdaj tebi paše vročina, tebi paše mraz, tebi paše vse. Mraz manj, bolj sem za vroče, tlevi pavc, ne. Ti si z kotla doma, v bistvu. Tako, ja. Sicer tudi mraz ne bom jamral, no. Ampak, mislim, da sem na vročino boljš prilagojen. Boš rekel, zdaj poznaš veliko ultratrailov, pa ultratrail tekačev tudi. Boš rekel, da je prednost v tem športu, ki ga ti prakticiraš, biti bolj človek za vročino ali bolj človek za mraz? Glede na to, da so traili večinoma te glavni dogodki od nekje aprila do oktobra, je verjetno res vročina. Če gledam bolj splošno, bi najprej rekel mraz, ne? Ker tudi treningi treniraš tudi po zimi in je treba vstati po noči in so temperature nizke, je treba predvsem zdržati. Jaz pravim, nobena tekma se ne začne na štartu, ampak se začne prej, je treba zdržati pač proces treninga. Tam, recimo v tem obdobju, je definitivno prenašanje mraza bolj pomembno, ne. Tako za samo tekmo vročina, za cel proces pa mraz. To sem vprašal tudi zaradi tega, ker recimo na ultratrailih marsikdaj proge prečijo 2000-ake, 3000-ake in tako naprej. Tam ponavadi ni preveč toplo, tudi če je to, ne vem, junija ali pa septembra, avgusta. Ja, zdaj za te visokogorske traile spet so pogoji podobni kot po zimi, predvsem po noči, tako da bi bil spet bolj pomembna ta sposobnost prenašanja mraza, ne. Tudi recimo dihalni sistem je tisti, ki je najbolj izpostavljen, da rečem, in tudi zato jaz recimo za take traile, kot je bil zadnji, poskušam že trenirati v podobnih pogojih, to dobiš sam po noči v Alpah, ne. Tako da prevladeš pač, prilagodiš dihalni sistem, predvsem pljuča, grlo, nizkim temperaturam, Ampak praviš, vendarle se je mogoče lažje ogreti, kot pa ohladiti, in če si na toploto narejen, boš lažje odvajal tisto vročino od sebe, pa ne boš podlegel, recimo. Nisem še slišal, razen za tisti kitajski trail takrat, pa kakšnega v Alpah mogoče, ampak za več vročinskih kapi sem slišal kot za podhladitev na nekaj takih zadevah, tako da, Več je teh, recimo, manj uspešnih nastopov zaradi vročine, ne, zaradi te omejitve. Ko pravim, je pa ta sposobnost prenašanja mraza, razen tega, da je imunski sistem precej izpostavljen, tudi precej več energije gre, ne. Bravo. Zdaj, vročini gre več vode in mineralov in pač elektrolitov z njo. Mrazu je pa ta telesno uravnavanje temperature porabi dosti energije in zato te bolj izčrpa, ne. Tu se pozna, recimo, ker treniraš po zimi, si dosti bolj utrujen, ne, če greš
v nizkih temperaturah teči 1 uro, 2, že takoj občutiš. Ja, shujševalni nasvet, poletni dobro hujšati, spoštovani pozim. Ja, pejte kratki majci, pa brez kape, pa boš šle kile same dol. Malo začalo, malo zares, da sem naredila tak lep uvod, ja. Tisti, ki niste vešči, mogoče še temperaturnih razlik na vaših tekaških poteh, da ste dobili, evo, en tak intro, da prave napotke. Zdaj pa gremo zares. Najprej, preden te predstavim, Andi, si že bil v Andih v Južni Ameriki? Ne, je pa to res ena mojih življenjskih želja, no, to je po majhen, ko sem po globusu raziskoval svet in sem videl, v bistvu mi je brat pokazal, viš, tukaj je pa gorovje Andi, ne, nisem vedel takrat, da je to množina, ampak sem bil, ja, pač, itak je redko ime, že takrat je bilo pa sploh v 80-ih in ja, in sem se nekako navezal, še prej sem poznal lepote naših gora, sem se navezal na to ime in ja, želja je seveda. Zato si pol Aconcagua Andis tam na Facebooku. Ja, mislim, razlog, kadar sem se prijavil na Facebook, je bil zaradi moje službe, ker sem zaposlen v strokovnem centru čustvene vedenjske težave, pa sem imel malo straha, da bi otroci me preko profila kaj preveč nadlegovali, ne, ker imamo različne težave, s časom sem vedel to, da je bil moj strah neupravičen. Ime je pa ostalo, tako da tam je Aconcagua Andis, ja, tudi zaradi tega, mislim, predvsem zaradi tega, ja, ker sem neko ime pač povlekel. Na Instagramu sem kasneje pustil svojo identiteto. Da, veste, kje iskati Andija na Facebooku? Ja, jaz ga še prej nisem poznal, pa si mi enkrat pripelja Aconcagua mimo, pa sem rekel, kaj hudiča, ne, pa ta Exode dela na mojem timelineu, no, potem sem poklikal, pa sem gotovo, da to je pač en idol, sicer še vedno vsekan, ampak še gori list. Andi Mamić, ja, ugotovili ste po glasu in stasu, je tisti človek, ki je danes z mano. Zakaj je z mano, lahko tudi že sumite, sicer je po poklicu profesor športne vzgoje, dela pa kot vzgojitelj otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami v SC Planina. Mož je oče dvema hčerama, je nogometni trener, tudi občasno pa nekdanji fuzbaler iz prve lige. Ja. Fuzbal je dal veliko tekačev v slovenskem teku, ja, tudi Andija Mamića, tekač je desetletje, tako? Zgolj desetletje, odkar je odtekel svoj prvi gorski maraton, pa celo en cestni maraton, ne boste verjeli, ja, tisti, ki ga ne poznate, ja, na cesto je šel, pa rekel nikoli več. Kar je naredil po tem maratonu, ga pa postavlja na posebno mesto med slovenskimi ultratrailaši. Zakaj? Ker je odtekel vse 100 milke, bližnji in daljni okolici, ja, odtekel je Tour de France, pa odtekel je Swiss Peak Trail. Za piko na i, zadnjič v 660 oziroma na koncu 740 kilometrski različici. To potem pove, da je Andi človek, ki resno zasleduje svoje cilje, ki je zanesenjak, celo fanatični oboževalec tega športa in premišljevalec, seveda, če ste ga kdaj brali, pa poslušali, premišljuje o sebi, o ljudeh okrog sebe, pa o vplivu, ki ga ima na svojo okolico. Andi, od Swiss Peaka je zdajle, ne vem, dober teden. Kako prihajaš nazaj v normalne tirnice življenja? Ja, zanimivo je, jaz sem se tega traila bal, kakšne posledice bo pustil, ker po vseh 300 do zdaj sem bil pač podrt, telesno predvsem. Ja, vedno sem šel v službo, no, v ponedeljek, to je bil in bo zmeraj cilj, ne glede, da je to ekstrem, mora biti eden od ciljev pač, da ne obremenjuješ toliko okolice, že tako obremenjuješ pač s svojim načinom treniranja, ena taka tekma tudi bremeni in družino, prijatelje v tem primeru, da bi potem še službo dodatno, se mi zdi, da bi bilo čez vse meje, no. Tako da ja, ponedeljek sem šel v službo in sem presenetljivo dosti boljše funkcioniral kot po prejšnjih 300. Fizično, recimo, kar se tkiv, noge, hrbet, sploh nimam pripomb, sem šel v ponedeljek s psom na našo krožno pot, sem odtekel normalno, sicer počasi, ampak odtekel.
Bolj pa sem videl neke posledice oziroma utrujenost možganov, ne. Zdaj sem pa kar tako malo rabil par dni, da sem padel, no, spet v te ritme, vsakdanje, pravi treningi s puncami, ko sem imel, treniral nogomet, manj kadetine tukaj v Ajdovščini, pa služba, ki je kar zahtevna, pa ostale običajne stvari, ne, v življenju. Tudi recimo ena taka je vožnja z avtom, ne, in je res zanimivo in mislim, da je tle največja nevarnost, da kakšno skuhaš zaradi takih podvigov, ker enostavno se določeni centri, jaz verjamem, odklopijo, ne, v 14 dneh nekega življenja v okolju, ki je povsem drugačno kot viš, ne vem, 47 let. In ja, neki centri se verjetno sklopijo oziroma omrtvijo in tako da imaš pol nekaj težav, ne, pri zaznavanju okolja, pri koordinaciji, pri hitrosti razmišljanja, reakciji v določene situacije. Ja, s tem sem razmišljal, ne. Jaz recimo grem, ne vem, kam v tujino, za par dni zelo hitro se adaptiraš, recimo, na novo življenjsko okolje, na nove stvari, ki jih tam počneš, in potem prideš nazaj, je vse spet malo drugače in se moraš nazaj na svoje običajno življenje adaptirati, za teden, dva na dopust isto. Ko sem govoril recimo z Dušanom Ravletom, ki je 2 meseca tekel recimo čez Ameriko, je rabil približno 2 meseca, da je prišel nazaj, pa da je nehal sanjati, pa se zbujati, pa ostajati, zdaj moram pa teči. Kako je pri tebi 14 dni? Si bil v brutalnih, bom rekel, hribovskih razmerah, ko si spal sorazmerno malo oziroma skoraj nič, in potem prvo noč, ko si se zaspal, ko si se naspal, kolikokrat si se zbudil, pa kolikokrat si imel v glavi, teč moram iti, kje ruzak, kje so gate, kje so štumfi, kje to? Ja, no, prva noč je najbolj tipična. Sam sem bil še v Švici, to niti ni spanje, kot ga poznamo normalno, ne, ko si utrujen, greš spat in te 8 ur ni. To je konstantno zbujanje, ne, na uro ali pa še manj, obračanje, spraševanje, kje si, kaj delaš. Zdaj zraven mene je bil moj kolega, moj prijatelj, ki me je podpiral, ki je opisoval, da sem imel par izpadov po noči, nekih izjav, banalnih vprašanj. Po tekmi sem prvič šel spat ob 3, in tja do 9 sem pač preživel to, če lahko rečemo, spanje. Drugo noč je bilo boljše, sem pa pol še par dni, ko praviš, se zbudiš in enostavno tista reakcija, ali pomisliš, kje je ruzak, ali pa kdaj, preden zaspiš, se ti pojavljajo te slike, ne vem, od kakšnega izpostavljenega pobočja in trzneš, stopiš v prazno. Tako da nek časa, ni pa, se pravim, par dni je vse skupaj trajalo, tudi ta daljna, kar sem prej opisoval, ta utrujenost, mislim, da je minila, no, tako da, Pa koliko dni, no, si rabil, da si pač uredil približno spanje, pa nek bioritem, ki si ga bil prej, recimo? Ko pravim, zdaj ta prva noč je bila edina, da ni bilo spanje, pol pa sem spal kar trdno, brez večjih, teh odklonov. Sem pa ves teden pol se mi zdi prinašal noter, sem več spal, ko pa me kar tudi popoldne, recimo, tako me je sililo na spanje. Tako da zdaj še vse skupaj, recimo v enem tednu sem, tudi ko sem šel teč, sem videl, da sem, sem bolj švoh, ne, recimo, ampak nobenih drugih posledic, da bi čutil, ne. Tako da en teden, recimo, te osnovne regeneracije. Ti bi bil zanimiv, recimo, testni osebek, da bi te prešpikali pred dirko, recimo, ne, pa potem po dirki, pa in tem po dirki pa gledali malo kakšne prne parametre, pa kako se hitro stanje telesa spravlja nazaj v normalo. Recimo, to so delali pri maratoncih. Maraton je res tak, recimo, ali pa, ne vem, krajši trail, 50, tudi moče 100, to je en tak rukar za telo, po katerem se pač telo kar nekaj časa potem mora spravljati nazaj v normalo. To, kar si ti počel, je bilo za telo po nekaj dneh, po enem tednu nekaj, kar je modus operandi. To je bilo neko novo stanje, katerega se je telo moglo navaditi. Ali kako ti dojemaš, rekel bi, da bi
po takem, po 600-700 km dolgem naporu bil čisto razštelan, ampak a bi rekel, da si mogoče kakšni 100 milki bolj, no, tako rekoč, občutiš večji stres? Ja, sigurno sem občutil po par tekmah več škode na telesu, te neposredne škode, tako na tkivih, na mišicah. Zdaj, na možganih, no, ta stanje, ko sem opisoval, to ne. Zanimivo, ja, zdaj, ko si omenil te parametre, lani na Toru so nas testirali prav Slovence, mene, Katjo, pa Kristi, mislim, da se tudi. In raziskava je pokazala par zanimivih dejstev, ne, recimo, prva je, tako ko najbolj bode v oči, je teža, ne, telesna teža. Lani na Toru meni se je zvišala, ne. Takoj po tekmi sem imel kilo in 1,3 kila več, ne, zaradi se vode, plazme oziroma česa vneti v telesu, ne, in tako mnoge spodnji del nog je, vemo, ne, da je ne samo stopala, da so dve številke večje, tudi cela golen je širša in tako. Pol pa je ta teža ja hitro padla. Zdaj recimo, no, kri je bila, padlo nekaj hemoglobina, zanimivo, da kisik v krvi je pokazal večje vrednosti lani, ne. Mislim, da večini tekačev sicer nižjo, je pa res, da imam obstrukcijo pljuč, imam tle neke težave, na spirometriji zmeri padem, tako da ja, smo si različni, ne. Letos je teža, mislim, kar se teh oteklih nog tiče in tega, je bilo stane presenetljivo, no. Sem pa res že sistematično od prvega dne vsako pauzo izkoristil, da sem malo dvignil noge, sem malo zmasiral. Drugi teden, ko je bil Uroš, je tudi na tem dosti naredil, no, tako da sem delal na tem, zdaj, zakaj točno, pripravljen sem bil dobro, ampak zdaj cela kilometrina, cela obremenitev poleti ni bila dosti večja kot lani, ne. Tempo je nižji, ja, to je eno dejstvo, drugih dejstev pa jaz ne dobim, da bi, zakaj sem bil zdaj toliko boljši, ne. Mogoče je tudi ta prilagoditev telesa, ne, prvi teden recimo smo imeli časovno omejitev pač določeno, da smo prišli do te prve točke, prvega dela in pol je sledil temu en počitek, ali je prišlo zdaj tam do tako imenovane superkompenzacije, toliko očitne, da je bila pol škoda v drugem tednu zaradi tega manjša, ne vem, mogoče, ne, tako bi moral en strokovnjak se temu posvetiti in raziskati, ja, je pa občutek je, predvsem občutek je neverjeten, ne, da, ja, bal sem se, vem, kaj je po 300 in pol po 700, da sem v tem stanju, sem presenečen in vesel tudi in da eno tako notranje zadovoljstvo, ne, da pač ni bilo nič narobe, da sem pač to poskusil. Noro, ja, ti si zdaj en tak poseben dokaz, kaj se zgodi onkraj možnega, ne, presenetljivo dobre stvari, ja, zdaj pred snemanjem tega podcasta sem rekel, vse te bom izprašal v SwissPeak Ultra 660, da slučajno ne bi še koga zamikalo to počenjati, ne? Ampak zdaj so naredili kontrareklamo, da so povedala, da prve 3 dni zajebano, ko premagaš pa 7. dan, se ti pa odpre in 10. dan je majka, ampak ni čisto tako, bo razdelala, o čem sploh govorijo, spoštovane, tisti, ki ste mogoče novinci v ultra svetu, pa tudi morda trelaši pa ne veste, kaj tam zunaj vse obstaja. Ja, obstaja ultra trail, ki si mu reče SwissPeak Ultra, tam so razdalje od, ne vem, pol maratona do 360 km, paste zdaj to, kaj je bilo pa letos, je tem 360 km so dodali še eno uverturco, krajšo. Ja, 300 km. Ja, do štarta 360, ki je bilo treba priti v Gret. Ja, štartal si 6 dni prej, naredil 300 km in potem štartal na 360. Noro, bolano, ampak Andi je to naredil. Daj mi malo razdelaj, kdaj, kje, kako si sploh prišel do tega. Se ta dirka pač nima neke hude zgodovine, pač 360 pač, ampak ta 660 uradna je bila pa nekaj novega bolj, ka ne. Ja, lani takoj po Toru sem dobil to informacijo, pač na SwissPeaksu sem bil 2-krat in sem kot bivši udeleženec dobil ta promocijski material. Nisem niti šel za tem, dokler nisem videl te cifre 660 km, ne, pa
padle v oči. Podrt po toru, doma sem se še s Kristino ženo pogovarjal, da naslednje leto pa take 300, no, ne bom šel. In ja, videl sem tam, da je unique edition, ne? In da so bili neki pogoji, ki jih jaz imam, se pravi, upravljena 300, pisale pod 130 ur, mislim, da. In omenil sem, Kristina je zavila z očmi, seveda. Ampak tam se je zaklala, ker je rekla, sam ne moreš iti, ne? Sam ne smeš iti. Tam se je zaklala in čez par dni smo šli s prijateljem Triglav, jaz to opisujem in mi ta kolega, ki je bil poje z mano, Uroš, ustrli, jaz grem s tabo, ne. In sem vprašal, veš, kaj to pomeni, ne, to je teden dopusta, najmanj in tako. Sem rekel, kar sem rekel in tam je pa ostalo. Kristina je tudi rekla, kar je rekla, pol ona se odločila, da bo šla prvi del. Se prijavim, vse pol je bilo pa končano, ne, kar se tega tiče. Sem se prijavil, ko se enkrat prijaviš, je konc, ne, pol ni več poti nazaj in začneš razmišljati za naprej, začneš trenirati, ampak nisem jaz oktobra začel trenirati za Swiss Peaks, ker je predalep zame, ne funkcioniram kot Himalajci, ko so za Everest pripravljajo eno leto, pač grem z meseca v mesec, malo dodajem in gledam, da druge tekme opravimo v neki pripravljenosti, za katero sem sposoben, pol pa poleti sem začel dodajati, no. Tako da ja, to je ta zgodba o prijavi, ne. Me pa, naj povem, ja, že 300, ko sem videl jaz prvič, jaz sem mal poseben glede tega in tipičen potrošnik, kar se tiče ultra trailov, ne, in me hitro kupijo, ko je kaj novega, ko je kaj težjega, ali pa bolj zanimivega, me takoj, ne, sej, ne povem, kaj sem zdaj gledal, ker sem si tako obljubil, da je to zadnja stopnica. Ampak ja, sem ta hitro kupljivi trailaš, no. Se pravi, karkoli bojo dal ven, ne, bodo pa ti poslali invite, skoraj te ne boš mogel reči, ne, če si rekel, povabili so me. Zdaj, če sem prav prebral na spletni strani, samo 100 invitov oziroma 100 tekmovalcev so sprejeli na tole unikatno preizkušnjo. Rečeno je bilo 100, pol so razširili, ker je bilo kar precej zanimanja, na 150, pol so pa na 170 koncev, ta je bila zadnja. Mislim, da se je pa štartalo nekaj manj 160 ali lahko še večno. V cilju pa praviš tretjina, ali kako? 56 nas je prišlo do cilja, ja. Mislim, nora številka finišerjev, nora številka starterjev, 660 norišnica, noro. Zdaj mi povej, jaz sem gledal tisto 360, ko že pred leti, ko ste, rekel, prvi Slovenci šli na to reč, pa se rekel, okej, ne, celotedenska preizkušnja, podobno kot Tour de Géant, malo niže, ajde, en teden preživiš v hribih, noro. Ne? Ampak tukaj pa zdaj še en teden več, ne? Proga, levo, desno, kako je vse skupaj, kako se pripraviš na to, dobu si naprej, najbrž itak profile, pa zemljevide, pa GPS-e, pa tako naprej, GPX, datoteke. Kaj ti to, mislim, pomaga? Tam si že bil, vedel si, ampak zdaj pa teh 300, kako zdaj to umestiti? Tudi v svojo glavo, po svoj trening, predvsem si mentalni trening je tukaj pomemben. Kaj pa fizično lahko še narediš onkraj tega, da pač laufaš vsak dan v hrib? Ja, fizično prakticiram že par let, da laufam pod obremenitvijo, se pravi pod neko utrujenostjo. Pod stresom, se pravi z manj spanca, ali pa da se vrneš domov in namesto da šel počivati, poješ in greš nazaj, ne? In tle je tudi ta psihični del, mislim, da tudi pridobi, ne. Zdaj, prav konkretno, ne, recimo jaz sem šel, mislim, že par let hodim, grem v Alpe eno turco, ne res, ne, recimo laufam cel dan, prespim v avtu ali pa pred avtom, če so pogoji 2 uri in se potem vrnem nazaj, naredim 2 prelada, vrhova in grem potem domov, ne. Tam nekako simuliram te pogoje, kot se pojavljajo tam, ne, predvsem ta manjko spanca. Drugače pa, kar se treninga tiče, je spet tega tudi v nedogled ne moreš delati, ker te utrudi, ne. In osnova za trening je neka spočitost, tako da konstantno tega
utrujena telesa moraš prakticirati, oziroma ne pelje nikamor, da lahko izgoriš. Tako da pol ena taka kombinacija, predvsem moraš sebe dobro poznati, kombinacija regeneracije in povzročanja stresa, te hude utrujenosti, tudi izčrpanosti in s tem pol tiste 2 meseca, predvsem poleti, živiš, ne. Pol pa zdaj vzame izziv, meni je izziv pomenil ta prvi del, ki mi ni bil označen. Jaz nisem pravil še recimo Tour de Glacier je tekma Touru, ta podaljšana verzija, kjer je 400 večino, plus, večino traila ni označenega in greš po GPS sledi. Tako da ta prvi del sem to pričakoval. Poskušal sem nekaj trenirati na temu, ampak mi je povzročilo, ne samo meni, verjetno meni malo več, no, ker nimam še teh izkušenj, ampak vsem je povzročilo ogromno težav. Ne samo, da dosti zgrešiš, narediš par kilometrov več, ritem ti ubija, ker enostavno večkrat na dan, govorim lahko 20-30 krat na dan zgrešiš, se kdaj sam 5 metrov, ne? Pa se vrneš. Kdaj greš pa 100 metrov lahko v dolino, lahko je to strm klanc dol, zgubiš par minut. Zgubil sem tudi, recimo, sem prav analiziral prvi del, poskušam se zdaj spravljati nek zapis in ko sem analiziral prvi del, sem videl, da na eni točki sem zgubil približno 20 minut. V prvem delu, mislim, v prvi tej etapi prav do prve bazne postaje, ki je bila na 90 km, sem skoraj 1 uro recimo izgubil sam zgrešeno smerjo, ne. In to je razen tega, da zgubiš čas, zgubiš tudi dosti energije, ne, ker ponavadi, ko zgrešiš, pohitiš nazaj, ne, seveda, pulz se dvigne, več energije gre, pa psihično te ubija in te prve dni, no, do sobote, me je to najbolj utrujilo. Ko sem prišel enkrat do Zastavc, se mi je zdelo že psihično, ne, zdaj bo lažje. Ne glede, da si telesno bolj utrujen, ampak se oddahneš, ker je vsaj tega konc, ne. No, to je zdaj, kar se tega prvega dela tiče, drugi del pol je bil, prednost je bila, ker sem ga že 2-krat skoraj celega poznal, no. Zastavce, Uroš je bil tudi v support res profesionalen, tako da mi je tudi z masažo dosti pomagal. In ta moment, da vseeno se prevegne tekma v to, da začneš nekako odštevati, ne? Da se ne, do polovice nekako veš, da je večina še pretava, od polovice naprej pa veš, da ta številka pada. Tudi vse skupaj je pol, da se mi zdi, da me je dvigovalo in da sem na koncu pol tako dokaj uspešno zaključil. Bravo. Mislim, ja, moče dobra taktika organizatorjev, naredimo jim prvi del proge toliko zafrknen, da ko bodo prišli na drugi del, ne, ko bi mogli biti že mrtvi, ali pa vsaj na pol mrtvi, jim damo zastavce, pa eno župco več, pa bodo vsi nahajpani. Ja, kako so se poigrali z vašimi možgani. Ampak greva za trenutek še malo korak nazaj, zdaj ti se sprašuje, pripraviti. Vem, kako se pripraviti za 50, za 100, recimo za 100 milko, ampak kje je pa ta razlika? Rekel si, ja, ta nespanje si treniral, ampak koliko kilometrov pa višincev pa več si spravil svoje noge? Je to sploh potrebno oziroma možno? Rekel si, utrujen si, recimo trenirati za 100 milko, trenirati za 200, 300, 600 v končni fazi, je kakšna bistvena razlika razen tega, kar si že omenil? Trendi se spreminjajo, razdalje se povečujejo, to je dejstvo, ni pa večje razlike, ni. Ko poslušam, se pogovarjam s tekači, smo tam nekje 5-6 tisoč kilometrov, je, mislim, da ta zgornja meja, ki jo, na leto, ki jo naredimo. Jaz sem naredil malo več višincev, verjetno kot ostali, zdaj sploh v zadnjih letih delam tam med 300-350 tisoč na leto. Tu je ta razlika, je pa tudi to, je dvorezen meč, tle je obremenitve, ne, da so na taki meji, da ti povzročiš samo telesu lahko škoda, ne, in vsako vnetje, mikro poškodbe vodijo pač v nek riziko in tle je, ne, problem, ni problem, pri meni je tudi čas, ker imam kar zapolnen, ampak zdaj, če bi imel več časa, ne more reči, da bi več treniral, ker je enostavno si toliko škode lahko narediš, da te poje tam omeji in moraš pol počivati zaradi neke poškodbe, ne. Tako da dosti več po mojem ne bi šlo, ne. Je pa
je pa to psihično, ta psihični del se mi zdi tle pa, da je ogromno rezerv nasploh pri populaciji vidim. Mislim, že ta fenomen ultratraila je zanimiv, ne? Ko je zdaj ena 30 recimo z 1500 višine, ko je podobna recimo časovno maratonu ali pa maratonu. In prej se omenil maraton je zdaj en tak velik stres za telo, ne? Koliko je zdaj en tak trail postal blizu ljudem, ne, ki se malo ukvarjajo ali s pohodništvom ali s tekom, koliko je to postalo... intro razdalja v bistvu sploh, ja, tako je. Ja, sprejemljivo in tle se mi zdi, da je prav tako populacija preklopila, ne, da sej mislim, je dosegljivo, ne, skoraj za vsakega, ki ima te osnovne zdravstvene pogoje, ne. In tu se mi zdi fajn, da smo vsi skupaj malo šli iz teh okvirov in ne sej več od tega, da bi morali vsi 100 mil več laufati, ampak da pa lahko več ur se premikaš po gorah hitro in v nekih stresnih situacijah, kot so vreme ali pa malo manj hrane. In cel proces treninga, ki zajema to pripravo prej, ne, se pravi, jaz vidim tle, da je dosti ljudem to dvignilo kvaliteto življenja. Tle se mi zdi, da je ta največji plus tega športa, ne. Se ti zdi, populariziran trail je neverjetno, traili rastejo kot gobe po dežju, velikokrat se pogovarjam s trailaši. Kaj pa oni menijo, ne? Je lahko trail preveč popularen, se ne prenesejo vse te singlece, se ne prenesejo vse te poti, ti prostori, te gore, neskončne množice ljudi. Ne? Ceste so manj, zadnjič smo imeli tisti pogovor o Julian Alps trail, ne? In tudi oni imajo ogromen naval, lahko bi imeli 2x toliko ljudi, ampak gore niso, vendarle avenije, niso ceste, ne prenesajo morda toliko ljudi in morda tudi izkušnja sama, razen za vas, ki ste v spredju, pa mogoče tega ne občutite, morda ni več optimalna, lahko je tudi nevarna. Kaj ti misliš o tem? No, zdaj to, kar praviš, seveda drži. Ljudje, ki so bili prej pohodniki, so zdaj morda postali tekmovalci, ljudje, ki niso prej počenjali ničesar, so ugotovili, da z neko, zelo enostavno aktivnostjo, kot je hitra hoja, naredijo nekaj in se spravijo v neko gibanje, ampak je lahko tudi kakšna negativna konsekvenca popularnosti ali se bo to pač uredilo na drug način? Ja, vsaka stvar, jaz verjamem, da se bo to malo neutraliziralo. Zdaj, kar se obremenitev tiče, ja, sigurno so kakšne poti recimo preveč obremenjene zaradi tega, je pa tudi dosti poti po drugi strani obnovljenih v narekovajih oziroma spet uhojenih, ne, ker se je začelo recimo določena tekma, tudi v PVV, je par poti na novo obnovila, tako so zaživele, bolj so problem Alpe, ne. Zdaj recimo te glavne avenije, ne, kot je Triglav, tam niti trailaši jih ne maramo, ker je gužva in tam niti ne toliko, se mi zdi, da bi mi toliko škode delali, mogoče nekakšni drugi. Problem so recimo poti, kjer lahko prožimo mi kamene, ne, ker mi smo bolj agresivni v koraku in manj previdni bi lahko rekli. Zdaj tukaj poskušam biti res objektiven, jaz svoje argumente imam, ne, jih bolj zagovarjam, če smo kdaj v taki debati, ampak sprejmem, da smo tudi mi, da imamo pač svoj vpliv, lahko tudi negativen. Nasploh pa mislim, ja, da se bo to počasi tudi ustavilo, ta euforija, ta ekspanzija, tudi te prireditve, ki so zdaj, jih je že toliko, da niti slediš ne, mislim, da ne bo šlo, se bomo zasitili vsi skupaj, in tudi organizatorji verjetno nekaj tu temelji na prostovoljstvu je super sicer, ne, zdaj jih je toliko, ampak dvomim, da bo to trajalo. Zdaj še ena stvar, ki je tukaj, je ta popularizacija prinesla tudi ta marketing in ta boj za status pri organizatorjih. Tle zdaj gre dosti trailov gre v smer, ko se z marketingom in z vložki zgublja recimo to dušo, ne, ko jo ima tukaj v Sloveniji ima večina trailov to dušo, ki ne povsod občutiš. To je moj glavni strah, da bomo tle mogoče s to množičnostjo in s tem predvsem denarjem, ki je odzadaj, izgubili to.
Tako da upam, da ostanemo na tem nivoju, da tudi če ne bo večje številčnosti, da bolj se mi zdi pomembno, da ostanejo ta jedra, zdrava v organizacijskih ekipah, prostovoljcih, da ostanejo, da jim tudi njim pomeni ne samo kot dogodek, ampak da jim pomeni recimo druženje, ena taka prijetna zadeva, najbolj uživam, ko pridem na krepčevalnico, kjer se imajo ljudje fajn, Zdaj, jaz sem hvaležen tudi tistim, ki se nimajo, ki jih je mogoče tam nekdo prepričal, da pride tja in tisto Coca-Colo tala. Se mi zdi pa tako, ko prideš na krepčevalnico in ne sam pa nas tudi v tujini, kdaj, ko je muzika in se imajo ljudje lepo in uživajo in nekaj hec, pa tudi če pozabi, kdaj malo ti natoči tkaj v času in pa moraš kaj počakati. Se mi zdi, da to je bistvo tega prostovoljstva in da bi tle morali delati na tem, da to ostane, da se ohrani in da se to neguje. To si lepo povedal. Ja, včasih je boljše, da je vzdušje dobro, kot pa, da je 100% organizacija, pa so vsi komorno čemerni, ne pa lahko je tudi eno z drugim, da ne bo pomote. Večina slovenskih trailov, pa ti si videl dosti tujih, definitivno visoko kotira, kar se kvalitete tiče, pa tudi vzdušja, brško ne, ampak boš kasneje mi to povedal, mene zanima zdaj, Andi, kako ti narediš v svojem urniku dnevnem še teh 1000 povprečno višincev na dan, da lahko hodiš na šiht, pa da lahko treniraš fuzbal, pa da lahko si mož in oče in še kaj drugega. Tako. Ja, to je največji izziv. To je največji izziv, to umestiti v svoje življenje. Moj dan se začne, da ponovadi peljem psa. 2 psa imam, tako da imam tudi pol dve turi. Peljem psa na sprehod in že tam dobim tisto zraven te obveznosti, ki je nekako moja v družini, dobim že par višincev in kilometrov. Drugač pa moj urnik je tako nekako narejen, da imam določene zadeve fiksne, tork, recimo, en tak, ki delam popoldne in je ponovadi rezerviran za malo daljši trail, pol enega naredim čez vikend, malo daljšega in vmes pa plavam, po domače in skačem, kdaj tudi v službi, tudi kdaj z otroci, kdaj sam pred službo, po službi, pred treningom, enostavno dobiš tisti trenut, mislim, pol urce, uro, čez dan, ko se da na hitro nek narediti. In vsak dan, če prije tudi dan, ko ne narediš nič, ampak v enem tednu, recimo, meni osnova je tedenska razdalja, zasledujem ta cilj, da nekje tistih 70 naredim, razen po tekmi, ko se dam fraj, tistih 70 kilometrov in od 3-4 naprej višine. Pol pa, ko prije faza priprav za tekmo, malo stisnem tisti mesec, prej vstajam, zdaj poleti, ko imam več dopusta, je tle ta prednost, da tam nadoknadim. Avgust je tradicionalno najbolj obremenjen mesec pri meni. Tako da nekako se pravim, plavam, zmanjka pol pa čas za televizijo, bom jaz še rekel, hvala Bogu, ne samo za televizijo, tudi za kakšno domačo pravilo, če sem pošten, se to zmeri povem, je ograja za prepleske že 2 leti pri meni, tako da nisem noben superman, določenem zadevam dam večjo težo, oziroma poskušam se držati načela, kar je zame, mislim, od bistvenega k manj bistvenega. In trenutno mi je bolj bistvena ne sam trail kot tekma, ampak ta stil življenja mi je bolj bistven kot ograja, ki je potrebna za nove plasti. Bo zdržala še 2-3 leta, verjamem. Tako, Vse ograje zdržijo, dlje kot recimo človek, pa njegovi cilji morda. Če greš iz hiše ven, Skrilje, Ajdovščina, Vipavska dolina, ti imaš ta svoj playground praktično na zasegu roke. Kam te zanese najhitreje pot, če greš na trening? Tukaj imamo eno krožno pot, ko sem jo trasiral že pred leti in polje je ena skupnost tudi uradno odprla in soglasja pridobila, tako da je ta Skrljanka, kjer imamo prireditev vsako leto, je 5-kilometrska trasa s 300 višinca in taka lepa tekaška, tako da to je skoraj vsak dan. Pol pa je Mala Gora, ki je nadaljevanje te poti. Mala Gora je moj stadion, pravim, je pa tudi
ponovadi večkrat tedensko, to je 850 višine, tako kar strma, dovolj tehnična, tako da nudi vse pogoje za te treninge, ko jih jaz potrebujem. Zraven tega pa ja, imam tle, naša dolina ima vsa možna okolja, da se lahko tudi ne treniraš, mislim, tudi tehnično ne treniraš in za spuste, in za vzpone, tako da je vse okrog en poligon. No. In zraven tega so pa tudi in razgledi, in steze so lepe, in sploh narava, tako da tu je privilegij, ne, da živim tukaj in da imam. Tudi Vipavska dolina ima recimo relativno višino 1000 in več metrov, kar ni toliko običajno, kot bi si mislil. 1000-metrovska relativna višina je ok, razen na Gorenjskem, je težko, ne, do Pohorja, mislim, da ima, ni tako, sploh v Evropi, ne, če greš na Nemčijo, koliko Nemcev nima te možnosti. Ne. Ja. Jaz imam tudi to šanso, jaz živim tu pod Storžičem in imam tudi ta raztežaj, recimo do Kališča, približnih 1000 višincev, ja, in tam gor bi lahko delal Everesting, če bi se ga ravno lotil, pa nimam še te želje, ti malo goro moraš iti kolikrat, 11krat, da narediš Everesting? 10krat. 10krat je dovolj, se pravi? Malo podaljšam in naredim, da je točno 10krat, ja. In to si naredil večkrat že, ne, v teh letih? Ja, mislim, da sem 5krat naredil. Zdaj, odkar se pripravljam na te daljše trejle, tako da je zdaj nekako tradicionalno postalo, tam Kamenci je za njih tudi en tak dogodek in vsako leto se pogovarjamo, da je to nekako tli in da bo mogoče se razvijati tudi malo večji dogodek, ne, prav Everestinga jih je več tako takih lokalnih manjših dogodkov, ni pa večjega dogodka v Sloveniji, da bi prav bil. Se niti ni nujno da tekma, ampak tak malo bolj množičen dogodek, da se preizkusi vsako temu. Tako da mogoče me kar napeljujejo k temu, da bi malo stisnili, ampak se pravi, čas je prvi omejitveni dejavnik, da bi šel še v organizacijo, se trenutno ni časa, mogoče bo prej. Čas bo še prišel, tudi zato je važno, da vejo, kje te dobijo, ko ti ta Everesting delaš, vem, da tudi to poveš, ko ga delaš in se ti lahko pridruži, kdor se tiče, pa proba se sam. Koliko imaš najboljši čas na Mali gori v 10? 17:20 sem letos rabil. Kar dober čas. Letos si bil, sem gledal tvoje rezultate, letos lani, letos si neke ure rezal dol 100 milk pa tako naprej. Si bil torej kar pripravljen malo boljš? Ja, malo boljš sem bil pripravljen. Sicer lani me je tam aprila, konec marca me je pljučnica spodrezala in pol na tem nivoju ti take stvari ti precej zbijajo, ne, vse te sposobnosti, pa pol malo bolj rezervirano moraš iti in v treninge, v tekme, tudi pa vse skupaj že avtomatično malo manj. Je pa tudi letos so bili, recimo za UTVV so bili pogoji idealni, ne, mislim, da takih še ni bilo, tako da to mislim, da bo pokazal čas, da ti časi na 100 mil so bili fantastični. Padali so rekorde, ja, tako. Ja, to dejavnik. Ja, z Everesting sem bil, mislim, niti ne toliko ta čas se Iviga je lani krepko presegel, bolj to, da sem čez 5 dni šel K24 laufat v tudi kar solidnem tempu, sicer ja, par posledic je bilo zaradi padca, ampak ta reakcija telesa, se pravi po Everestingu čez 5 dni, to 100%, kar zahtevno v tem času, to je tak pokazatelj, da sem bil za tako preizkušnjo, ko me pol čakala, da sem bil dobro pripravljen. Ko greš na 700-kilometrsko dirko, kako za božjo voljo se pripraviš z vso opremo, hrano, to si ne predstavljam. Kaj spakiraš, koliko tranzicijskih vreč imaš? Mislim, to je že sama po sebi to projekt, logistični, da ne bom rekel, še vse ostalo organizacijski, da ti to vse domisliš, pa kaj bom jaz rabil 9. dan, kako ne jaz zdaj vem, kaj bom rabil 9. dan, mogoče pištolo, da se ustrelim za božjo voljo, ne? Ampak daj mi povej, to moraš biti tudi kar malo, rekel, dosleden pa organiziran človek. Ja, to je spet ena od kompetenc, da rečem, ne. Srečo sem imel, ker sem imel support, ne. Lani recimo na Toru sem bil brez supporta in je ravno to, ne, to predvidevanje teh situacij
če je support, imaš vseeno eno backup, eno rezervo, ko lahko skočim recimo v lekarno tudi vmes ali pa tudi v trgovino, če bi bila prav kriza, po kakšen kos oblačila, ko sem sam, je to precej težje, ne. Zdaj, tranzicijska vreča na teh dogodkih je standardno 50-litrska, tam gre precej, ne, doma si misliš, to bo dovolj. Vsi, res vsi na koncu zategujemo to zadrgo in tako da nam eden mora pomagati držati skupaj. In največji problem pa je, da ti doma vse zložiš, se označiš in vse štima po tretji, četrti postaji, pa in kaos in tam pol se iščeš rekvizite oziroma opremo, ne veš sploh, kje, izgubljaš stvari, tako da tu je pol, ja, kar veliki izziv to, ta logističen, no. Drugač pa ja, doma, jaz sem pakiral več kot en dan, mislim, no, tisto soboto, preden sem šel, praktično celo plus nekaj par ur v petek, ker je res vse, ne, in predvsem ta sistematika, najprej na list napišeš in greš po dnevih, in po vse te možne nepredvidljive situacije, ne, kot so, ne vem, slabše zdravstveno stanje, vremenske okoliščine, vse to poskušaš nekako predvideti, ne, in ja, je dnevna soba polna te robe, daš pol nekako noter, zmečeš in greš. Pol pa se loviš med tekmo, pa vedno, mislim, ne poznam primera, da bi šlo vse tako, ko si zamisliš doma, ne. Pa teme tako tekmo lahko oskrbujejo s poljubnimi stvarmi, bom rekel, z oblačili, hrano, butvijo, ne vem, palcemi, ali so kakšne omejitve? Ne, tle omejitev ni, da bi palce lahko, ni, ko ponovadi tekmah je pravilo, da jih imaš od cilja do konca, ali ne, tle recimo ni, lahko jih pustiš, lahko ti, ne smete jih recimo med raztežajem do D, ne, ali pa da bi ti jih nosil, ali pa da bi ti karkoli pomagal, niti ne bi spremljal. Zdaj, pred okrepčevalnicami podporniki pridejo kakšen kilometer k tebi in grejo s tabo in noben nima pripomb. V pravilih pa je, da nimaš, ne smete noben spremljati. Tako da bi ti vmes med postaje nekdo kaj dal, je prepovedano, ali pa da bi, ne vem, spal kje, je tudi prepovedano, čeprav te power slike vsi izvajamo in brez tega mislim tudi, da ne bi šlo. Bolj je problem, da bi ti zaspal za več časa, se posledil, tako da bolj so se organizatorji zavarovali s tem, da se je pač to prepovedano, ne. Zdaj, drugač, vse ne vem, mislim, zdaj, veš, toliko imam v glavi, ko vrtim te filme. Ti se zbiraš, vem, ja. Ja, v bistvu mi paše zdaj ta pogovor, zato ker je prvič tako, da nekako poskušam sintetizirati vse skupaj in nekako smiselno nekomu to predstavljati. No, to me zanima, bral sem tvoj zelo, bom rekel, razdelan, poglobljen, dolg zapis iz tvojega prvega Swiss Peak Traila, to je bil med koronski edina, nobeden ni tekmoval tisto leto, samo Andi Mamić je šel leta 2020 na Swiss Peak, malo skrajšan, 314, tam si, pa sem razmišljal o tem, ko sem to bral, ne? Kako za vraga se človek po enem tednu, ko je bil doma, spomni, kaj je bilo pa tretji dan, 6. uro zjutraj, pa pol ure kasneje, pa koga je srečal, pa kjero majico je imel, pa kjer pes je bil, pa kam je šel, pa kjero čokoladko je pojedel. Mislim, si predstavljam, da vmes zahalucinira, pa spi, kako lahko sploh, mislim, da ti spomini ne izginejo, no, imaš tako dober spomin, ali ti to pač ostane vse skupaj, ali počasi ti v drobce pol rečeš, kako se lahko ti spomniš tako detaljno svoje dirke, ki trajajo toliko časa? Ja, zdaj določeni spomini so vezani na nek interes ali pa nekaj, kar te zanima in se bolj zapomniš, ali pa je čisto slučajno, da si nek detalj zapomnil, ne. Zdaj jaz v splošnem, ja, vsi mi opažajo, da se precej dosti podrobnosti spomnim. Tudi en primer, ena prostovoljka, ko sem videl trikrat, ker se menijo prostovoljci tam, ne, in ženska, ko sem videl
malo starejša, prijazna mi je padla pač v ta spomin, ne, in sem videl na drugi okrepčevalnici, nisem jo ogovoril, ampak na tretji sem jo ogovoril, da sem rekel, ste že tretjič, ne, pa se je naštel, ste bila v Flashbognu, pa ste bila v Grimencu in ste zdaj tukaj pri jezeru, pa ne, in ni prišla k sebi, kako, da sem si jaz njo zapomnil, ne, in točno postaje navedel. To je zanimivo, je pa po mojem tudi to, ne vem, če vsi tekači, ne, vsi sigurno ne vem, koliko tekačo prakticira, da zelo podrobno prouči traso. Ne. Jaz tle moram reči, tle si vzamem čas in mi je tudi to zanimivo, mi je tudi del tega izziva in recimo te imena, ne, jaz jih izpišem, naredim kartice in imena okrepčevalec, prelazov, pomembnih točk, si že s tem, ko jih zapišem, pol sprintam, plastificiram, pregledam, si že toliko zapomnim, da jaz, recimo, ko se pogovarjam s tekačem, so tekačem, recimo rečem, je bilo hudo na Gibi Donpasu, ne, kje, ne, Gibi Donpas, ta zadnji prelaz, ne, pa sploh ne poznajo, ne. Poleg tega me zanimajo tudi hribi, ne, in vidim Grand Combi, ne, na 4000-čak, ne, res tak fascinanten pogled, ali pa Weisshorn, in potem se pogovarjam, rečem komu leto, ne, redki so, da se sploh ustavijo, ali pa da slikajo Matterhorn, Matterhorn je edini, ali pa Mont Blanc, ki je tako, da jih malo bolj. Markantna, ja. Ja, meni pa je to zanimivo, ne, tudi in kraj, vsi, tako da pol verjetno tudi zaradi tega je pol lažje si zapomniti, ker imaš eno kronologijo, ne, to geografsko že v glavi in je pol vse lažje umestiti. In zdaj, ko tudi za ta Swiss pripravljen nek opis, ja, še daljši, mi je tudi, ne samo pomembno, mi je tudi užitek sestaviti zgodbo in jo spet dati po predalčkih, se pravi kronološko, pravilno, ustrezno, ker zdaj mešam in pol, ko pa dajem na papir in pregledujem to GPS sled mojo, pa profil, pa malo po slikah si pomagam in tu sestavljam in je spet podoživljam to in tudi pol, ko sem imel ta SwissPix 2020, ko sem ga opisal, sem ga večkrat še pol prebral tudi zdaj pred tem in mi je užitek, pa ne gre tle za kakšen narcisoizem, užitek me je brati svoje, zato ker podoživljam, ne. Podoživljam tisto, to doživetje celo, ker je neverjetno, ne, vse skupaj je toliko enih čustev, enega hormonskega dogajanja, da zato da berem svoje zapise, zato da se spet pridem tja, ne, in en del je vedno ostane na takih izzivih, en del tebe vedno ostane tam in tudi drugi verjamem, recimo Dušan Ravter, ne, tudi podobno po moje razmišlja, te vrne tja in je ta spomin oživino. Ja, to je zanimivo. Jaz sem tisto tvoje bral, sem si potem poskušal predstavljati, pa sem ga bom vprašal, kaj je v tem in da si mi lepo to povedal. Povej mi, prvi teden, ja, 660, prvi teden je uvertura, prej si že rekel, da si se izgubljal. Mislim, mene bi to spravilo živce totalno, ko se 10 izgubiš, pa rečeš, zakaj za božjo voljo mi dajo ta GPX, če za nič, a ne, pa puščaš vse korago, ampak najbrž to ni bila najhujša stvar. Kaj je bilo v tistem prvem tednu, no, neoznačeni progi, po vsem tem najtežje za tebe? Od ponedeljka do sobote, vi ste imeli pač do sobote, ne vem, do štarta ste mogli priti v cilj ali kako, ali ste imeli še kaj bufferja, da ste potem, ko so štartali na 360, še imeli nekaj manevrskega prostora? Ja, mi smo morali priti do sobote, se pravi ponedeljka ob 9 začeli bil štart in do sobote do 24, se pravi do polnoči smo morali biti v Fišu, ne, se pravi na 280 km. Pol opraviti po noči od polnoči in 2 sem moral štartati in priti na štart v Oberwald, se pravi na štart 360 do 10 zjutraj, ne. Tu sta bila te dva časovna pogoja, se pravi najprej soboto 24, teh 280 in pol še tistih 35 do štarta. Zdaj,
kar ohlapen pogoj, ta prvi, recimo do sobote zvečer, ampak vsi smo vedeli, da je fajn malo investirati, malo pohiteti, mogoče, da imaš več časa za regeneracijo, ker smo vsi vedeli, da je ključen tam dober spanc, par obrokov, da spraviš sebe, da spet napolniš te svoje zaloge. Zato je bilo tako malo taktično tudi ali malo pohiteti in imeti več pauze, ali malo manj hiteti in biti malo boljši v ta fiš, ne? Tako da smo si različno to razporedili. Še en tak pogoj je bil, na 90 km je bila ena cona, zdaj ne vem, če je videti, kjer nisi smel po noči, nisi smel uporabljati lučke, ker je zaščiteno območje. Tako da pol jaz sem se že prej odločil, da bom tukaj si vzel, da ne bom hitel čez to območje, se pravi prvi dan, ampak da prijem tja nekako zvečer in v miru odspim in pol štartam tako, da bom z dnevom prišel na to območje, ne. Tako da to je bil v torek in večina nas je tako naredilo, je bil ta prvi daljši odmor in to je bila dobra investicija, ne. Se pravi, po 90 km smo vsi več ur odspali, bila dobra investicija za naprej. V prvem delu so bile dve težki etapi, več kot 100 km-ski etapa, če rečem, od bazne postaje do druge bazne, kar pomeni, da imam to tranzicijsko torbo tam, ne. In tam je bilo zdaj razen tega, da smo dosti grešili, je bilo ogromno stez, oziroma poti, ko niso bile niti, so bile precej zaraščene, niti vidne, niti prehodne, da rečem, ali pa je bila kar ograja, ne samo ta pastirska, tudi prav privat ograja in sled je bila speljana in smo se vsi spraševali, kje za vraga se bomo tle prebili skozi, tudi so bili razni obvozi in tako, in je bilo, to klatenje skozi te zaraščene področja in to je lahko traja kar 15-20 minut, ko se prebiješ skozi robido ali skozi kakšno res visoko mokro travo in tle je bilo najtežje, ker tudi psihično si misliš, čaka me še, ne vem, več kot 500-600 km in zdaj ne gre nikamor in kaj mi je to treba, ko si rekel, kaj je bilo organizatorju treba skozi tak teren speljati, ki je že tako dolga, ne. In potem tam pride ta negativna čustva, pride ta jeza do organizatorja, ste možeš zelo hitro na tle Ivi Hrastovc majster, ne. More zelo hitro to razčistiti sam pri sebi, ker se te samo obremenjuje in prav nič ne pomaga, ne. Tako da je fajn tam preusmeriti, malo resetirati v glavi in to pustiti nekje zraven in pač narediti to, kar je treba. Je bila pa ta sled, je bila pa res, da je tako nelogično speljana, da smo se vsi čudni, tudi zdaj je precej pripomb, vidim, tudi, ker imamo en forum, in je ogromno pripomb na ta račun za ta prvi del, ker zadeva ni bila tako poceni in se tekmovalci pač jezijo, bunijo, da bi organizator tukaj moral biti malo bolj profesionalen, ne. Tako to je bilo sigurno najtežje, zraven tega pa je bila oskrba zelo borna, no. Ene postaje so bile, bom kar tako direkt, mislim opisal, da se bo vsak znal predstavljati. Recimo je bila ena postaja ključna, ko si rabil 4-5 ur do nje, ne, okrepčevalnica, ne bazna, okrepčevalnica. No, samo da povem, tako mogoče vsi ne vejo, bazne postaje so te, kjer dobiš tranzicijsko vrečo, vmes so pa par ur še te okrepčevalnice, kjer je, ne vem, malo pijače, malo sadja, malo cukra ponavadi. Na baznih lahko tudi spiš, a ne druge ne. Na baznih lahko tudi spiš, zdaj tudi v nekaterih kočah je bilo tudi dovoljeno, mi smo dobili ene bone, ki ne jih bi lahko koristili v teh planinskih kočah, tudi za spanje, zdaj to je tisto spanje pač 2-3 urce, kolikor je bilo, in lahko si koristil ta bon za spanje in večerjo oziroma zajtrk. Sem hotel povedati, da je ta okrepčevalnica, kjer pričakuješ, da se boš najedel, je bila recimo ena po 5, mislim, da 4 ali 5 urah hoje, pa mojega tempa, ko ni bil tako počasen, da sem prišel tja, po njej je sledil še 5-urni raztežaj in tam je bilo, zdaj pazi, je bila juha, je bil kruh narezen in so bile jabke, ne. So bile jabke in po jaz čakam, da bojo kaj ponudili še, ne vem, od kje,
In pojem mi reče, ja, sej tle imaš pašto, ne, in tisti kruhki za ujuho, se pravi pašta, testenine za ujuhco so bile te redke. Itak, da sem si dal par zajemalk tizga, da je bila ona župa prav, ena sama pašta, ne. In zraven je bila kava instant, itak tle vse instant in kava in juha. Tako da res borno. In to je bil velik omejitven dejavnik, ker energija pa je osnova, ne. Ti si 20 ur na dan v pogonu, recimo, in že v mirovanju, ne, bi rabili precej več energije. To je bilo prav nelogično. Pa v drugem delu na 360 je bilo boljše. Ta prvi del je bil pa, kar se tega tiče, najtežje spravi in poti in skrba. Kaj to pomeni, da si se moral zanašati na lastno skrbo, da ne vem, ti je suport, ki je prinesel, ker vendarle brez kalorij, na koncu, mogoče zdržiš še kdaj brez kakšne jakne ali pa tako naprej, ampak ko ti zmanjka pa purfla, pa samo na maščobe ne moreš več tam gor delati. Ja, zalagali smo se, jaz svojo hrano že prej, ne, zdaj v prvem delu nisem imel toliko skrbe. Kristina oziroma moja skupina iz zavoda, ki me spremljala 2 dni, smo se videli samo 3-krat, ker je bilo nedostopno enostavno. Tako da sem si pa naložil precej energije v hrbtnik, ker sem predvideval, ne, zdaj ta me edina tako presenetila, da mi je bolj zmanjkovalo, no, ne samo meni. Tako da bolj malo znižeš tempo, ja, in poskušaš pač izkoristiti bolj maščobe, ko si omenil. Je pa, ja, za naprej zdaj prednost bi bila, če bi šel še enkrat, bi točno vedel, kje je več, kje si več naložiti, kje je več vode, ne, so bila z območja, ki so bila suha, kjer smo bili pol malo dehidriraš, in območja, kjer ne bi bilo treba toliko vode tovoriti s sabo, ne. Tle so imeli prednost, recimo ti, ki so poznali progo, ker jih je kar nekaj že malo preizkusilo, tako da so imeli prednost in kar se tiče teh poti, ki so bile nelogično speljane in to, ja. Zdaj, prvi dan, so dnevi, pač nisi razmišljal, takrat razmišljaš o cilju, najbrž imaš neke etapne cilje, priti do konca, priti do naslednje krepčevalnice, do bazne postaje in tako naprej. Tukaj ti je nek oddaljen cilj, 660, 700, ti pač še nič ne pomeni, si predstavljam. Ja, ne, ni. Najhuje je, ne moram povedati, da ta sporočila, ko sem prejemal, mi ogromno pomenijo, ne, vsa podpora ljudi, tudi eni manj znani in vse nekako shranjuješ pri sebi, je pa najhuje, da dobiš, se sam še 500, ne. Bravo, se sam še 500. Pa tudi, ko je 200, ne, se sam še 200, jaz tudi zdaj, ko sem Kristiju, Tomažu Kristavčniku, ki je direktor, sem prav s tem zaveden, nisem napisal vse, sam še 100, ampak sem bravo, je 250 že za tabo, ne. V tem smislu se mi zdi psihično boljša spodbuda, bravo, toliko si naredil, ne, za naprej ni za razmišljati, ne. Tako da ja, etapo po etapo, cilj za ciljem, ne, zdaj je ta točka, zdaj bom tam srečal Kristino in ostale, zdaj bom tam jedel, zdaj bom ta prelaz, recimo kakšno hujšo, tako višinsko ali pa tehnični izziv. Tako da ja, stalno si počasi po korakih delaš te mini cilje, ne. O samem finišu pri Ženevskem sem se trudil za čim manj razmišljati. Uhajajo, ja, misli, ne. Predvsem na začetku je bilo, ker prav prvi del poti, prvih par kilometrov isti, ne. Ko štarteš klanc, kjer boš pol, če bo sreča prišel, ja. Tam je bilo prav malo tesnobno razmišljati, da tle, koliko nas bo še prišlo na drugi strani nazaj dol, ne. Tako da, ja, psiha je pomembna. Znati moraš, strategijo moraš imeti tako, da si motiviran, da verjameš, ne, tudi v cilj, da verjameš v ta, se pravim, zdaj, če je ta cilj predaleč, je lahko nerealen in se ti lahko tudi ta mentalni del lahko obupa, ne, kar ni okej. Tako da sigurno je psihična stabilnost res pomembna, ker poudarim te trenutki, ko se nikamor ne premakneš, ne. Zdaj ne vem, kako je videti, ko kdo spremlja, ko recimo si par ur, nekaj je pauza, ko pač pauziraš ali spiš, na drugo, ko si nekje na trasi in v par urah narediš, ne vem, par kilometrov, o tem res ni za razmišljati, ne. O tisti robidi in tistem klatenju, tam res ne smeš razmišljati, koliko si počasen, koliko to
koliko ti to jemlje časovnice, koliko ti to jemlje. To sploh ni tisti trenutek pomembno, ker na maratonu se ustaviš, recimo, ali pa že na trailu na 30 za 10 minut, pa če greš na nek čas, to vpliva na tle, na 600 km, to ne sme vplivati prav nič, tudi če bi kot si rekel, ne vem, pol ure dlje spal, pa 16 ur dlje lezu čez aerobide. Naslednji dan je nov. Kako še zaposliš? Ok, imaš sam sabo, imaš veliko dela, moraš se oskrbovati, moraš iskati sled. Je še kaj časa, da glavo, ne vem, peleš na pašo, da kaj razmisliš mogoče v sebi, recimo pohodniki na dolgih poteh doživljajo pač take in drugačne razsvetljenja. Tukaj nebrž za to ni časa. Po drugi strani si pa rekel, med gorami, ki jih ljubiš, ki so ti všeč, ki si rekel, si jih naštudiral, lahko tudi recimo kaj črpaš, bom rekel, z tega okolja, kaj pozitivnega, morda dobiš kakšen uvid v kaj, če drugega ne, sam vase prav gotovo. No? Ja, absolutno. To je meni največji čar tega početja. Ta globina, kjer priješ v te svoje globine priješ kakor nikjer, kakor v nobeni situaciji. Vsaj jaz se verjamem, da obstajajo tudi drugi načini, da priješ, da se lahko tako poduhoviš, ampak jaz pač doživljam ta stanja edino ob teh razmerah. Pravim, da ta prvi del me obremenjevala ta pot, stalno pogledovanje na uro, ali sem na treku ali ne, pa kdaj pozabiš in vidiš, da si zgrešil, to me je res omejevalo pri tem, da nisi pol, enostavno se ne prepustiš toliko tem svojim mislim, tem svojim čustvom. Meni so gore, odkar hodim, zdaj že 25 let, se jih ne morem nagledati. Tle naših, recimo, ne samo v Pavsko, naše Alpe, ponavljam poti in ostrmim in še vedno se ne morem nagledati. Pol pa, ko pridem tako okolje, ker sem prvič, je ta avanturistični duh se še bolj zbudi. Tako da pol, kadar najlepše je, ko vidim, da je pot jasna, da ne bo treba gledati, recimo priješ na en greben, pa vidiš pol to singlico par kilometrov naprej in se oddahneš in lahko res pol mal zadihaš normalno in občuduješ te naravne lepote, ko so res divje, z zavedanjem, da se tudi to spreminja, da tudi ledeniki nekaterih ne bo več, za časa novega življenja. In pol v drugem delu, ko ga bolj poznam, ko sem ga bolj, mislim, ta Swiss Peaks 360, ko ga bolj poznam, kjer so zastavce, je bilo pa tega precej več, lih tega, kar sem zdaj opisoval. In ta stanja so, razmišljena ogromno. Ogromno je samorefleksija, ogromno je teh katarzičnih občutkov, ogromno je tega, da se sam sebe sprašuješ določene stvari izven tega športnega dela. Kaj si, kdo si, zakaj določene stvari počneš, kaj je prav, kaj je prav, kaj je narobe. Ta ključna vprašanja se mi zdi duhovna, ki nekako vsak človek pri sebi ima zdaj probleme, kako prideš do njih, prideš ti, jaz še vedno pravim, da zaradi traila sigurno nisem slabši človek kot prej. Ne pravim, da sem, ko sem rekel že, nisem noben svetnik ali pa karkoli, ampak določene zadeve sem videl, ki jih verjetno ali pa jih mogoče nikoli ne bi videl, v smislu mojega funkcioniranja in mojih napak, ki jih počnem v življenju, jih tam enostavno so se mi razsvetlile, da rečem. Zdaj sem precej tako asketsko najbolj deluje vse skupaj, ampak in ta stanja so kdaj boleča, tudi pridejo tudi huda čustva. Jaz povem, tudi zdaj precej sem jokal, gre in se mi zdi prav, da to analiziraš na ta način. Kanaliziraš, ker živimo v življenju, kjer je nekako čustva so tako, premalo časa je za posvečanje temu in v stanje prideti, kjer boš res videl sebe, videl, kje se lahko popraviš, kje pa res nočem, da zveni to podcukrano, je res malo. In meni zdaj bolj, omenil sem to katarzo, ko pridem z tega stanja in ko se ta hormonski del mene spet prevesi v ta
dopaminsko, ta hormonalne nesreče, recimo, je to pride res do enih takih doživeti, da se ne da opisati, se ne da ovrednotiti, ne. To je res tista sreča v popolnosti, ko jo lahko človek doživi, ne. Ob zavedanju, da sem tam nekje v Švici in da imam doma 2 zlati punci, ženo in krog krasnih prijateljev in nasploh, da sem lahko srečen, da živim tle v tem kotičku sveta, kjer smo res v enem mehurčku, se mi zdi, in ekološko gledano, in družbeno, in materialno, ne. Tako da to zavedanje, ne, se mi zdi, da tle sem dobil največ ravno skozi take izzive, ne. Dvakrat počrtano, kar si rekel. Drugi strani, ja, katarza, užitek do samega življenja, samega doživljanja pač okolice in svojega telesa, ki se s tem okoljem zlije. Po drugi strani pa ves čas prisotna bolečina, ne predstavljam si, da te ves čas nekaj ne boli, ne? Bolj ali manj težave imaš naraščajoče, lahko konstantne. S to bolečino nekako tudi znaš zdaj drugače shajati, oziroma se moraš navaditi v tem tednu, 2 ali kako s tem handlaš, a si kot izkušen trelaš pač na bolečino navajen, ali te še vedno moti in jo moraš pač tudi nekako mentalno premagati, fizično, morda z hrano, z masažo, z zdravili, tako naprej. Ja, to je večno vprašanje ultra izzivov, ne. Jaz trdim, da vsakega, ki teče 100 ali več kilometrov, da ga nekaj nekje boli. Mislim, nisem še slišal, da koga ne bi. Je pa bolečina, ja, ta telesna bolečina je, kot si omenil, je dosti stvar te psihe, ne, kako jo znaš ti dati na stran, pa to je prag bolečine, jaz ne vem, koliko je moj, dejstvo je, da ja, boli ves čas, mislim, ves čas. Vmes ta bolečina nekako otopi, najbolj zanimivo mi je dejstvo, da je ena stvar, ki te močno boli, recimo, ne, nekaj časa in pol se nekje druge pojavi druga bolečina, ki je močnejša, je tista prva je večni, ne. Tako je, ja. In tle se mi zdi, da tukaj možgani odigrajo to svojo vlogo. Jaz sem poskušal, vzel sem sicer predzadnji dan eno tableto zaradi vnetja, drugače pa sem poskušal poskušam brez tablet, da je realno, da znam realno oceniti, koliko boli, ne. Ker ja, sigurno so bolečine, ki jih ni za ignorirati. Je pa, več kot sem že povedal, določene pa je potrebno, če hočeš, če bi razmišljal, da je vsaka bolečina alarm, kjer se moraš ustaviti, ne bi nikoli pretekel niti 100 kilometrov, ne. Tle so določene bolečine, kjer telo nekaj sporoča, jaz pa verjamem in trdim, da ni nujno, da se zaradi tega ustaviš, lahko prilagodiš korak, lahko znižaš tempo, lahko se malo pomasiraš, ja. Imel sem precej težav, ja, jaz sem, ko sem omenil, na K24 sem nerobno padel in po prvih občutkih niti nisem vedel, da sem imel počeno, potem sem šel k zdravniku, no. Rebro, Strdil počen členk in rebro, no. Aha, okej, ja. Ja, in s temi, plus tetivo sem imel že kronično vneto levo, pa telarno vez sem imel akutno vneto in s to opremo sem šel na ta Swiss. Jaz sem enostavno, eni se pač čudijo, tudi zavijajo z očmi, kaj se greš, ne, v smislu odgovornosti do sebe. Jaz sem poskušal obrniti zgodbo, ne, se pravi, pad smem, ne, prepovedani padec, zato malo bolj pazil, mogoče malo počasi šel spuste. Po drugi strani, jaz, ko bom prišel nazaj, bo rebro zaceljeno, ne. Rebro se celi s časom, še bolj se celi s prekrvavitvijo, z vibracijami, ne, je dokazano, da kost se z vibracijami celi, tako da zdaj razmišljati, da zaradi tega ne bi šel, se pravi, nikoli ne bi opravil takih avantur. Tako da poskušam zmeraj obrniti zgodbo, kdaj se pa ne da. Imel sem težave tudi z enim grdim vnetjem in pol se mi zagnojilo tle v bistvu v intimnem predelu med tekom. Prvi del je bilo precej vroče in pač idealni pogoj za glivična obolenja. Potem se mi je to, nekaj sem mazal, pa potem se mi je zagnojilo, pa krvavelo, se gnojilo in to je bilo
pri spustih ena agonija dostikrat, no. In se sprašuješ, in tudi zaradi tega nisem tablete povzel, da sem se zavedal, če bi šlo v kakšno vročično stanje, da bi vseeno, da znamo ceniti, da se ne razvijal kaj katastrofalnega, ne, tako da sem spremljal in se je pol to, nekako sem skoraj do konca to tegobo imel in tudi zaradi tega v spustih večinoma sem šel precej bolj počasi, kot bi šel, ampak ja, s tem enostavno takrat moraš shajati in se boriti in dajati na stran oziroma odmišljevati, ne, tako da ne glede na vse težave, vseeno imam še vedno tisto kapaciteto, da ko vidim ledenik z 1 kilometra blizu ali pa en vrh fascinanten ali pa prelepo jutro, se ustavim, uživam in pozabim na vse in občudujem. To je, in dokler bo, tako se mi zdi, to se mi ne zdi nič takega, če je kakšna bolečina. Nasprotno, mislim, da me krepi ravno to, da določene stvari, ko so tukaj, ko jih moraš prenašati, jih bolj v življenju lažje. Kako hudo bi moralo biti, ali pa kaj bi se moralo zgoditi, da bi Andi Mamić na taki preizkušnji odstopil? Zdaj, če se še enkrat spomniva tvojega prvega Swiss Peak Traila, vnetje pljuč si imel, to je diagnoza, ki bi vsakemu človeku, ki tega ne počne, zapovedala ne vem koliko počitka, zdravila in tako naprej. Ti si bil vročičen tam sred gor, sred švicarskih Alp, ja, premražen, premočen, izkašljeval si gnoj, nisi mogel spati, pljučna funkcija ti je opadala, ampak ti si šel vsem v tistem stanju uspel, ne vem, še narediti, še tistih 200 km in tako naprej. Mislim, noro, spraševal sem se, kaj bi se moralo zgoditi, mislim, tudi če bi te nogo odrezali pod kolenom, bi rekel, Andi, pa se ne šprica to, gremo, ne. Mislim, kaj ti je, vse sem bral, ti si mi bilo pol malo jasno, kaj ti reče z glavo, ampak kje bi pa rekel, dost je, ne vem, začneš kriscati, ne, to še ni dost, to so samo ledvice, bomo spili, pa je v redu. Mislim, kaj bi se mogel narediti, bi rekel, tle pa je pa meja, čez katero ne grem, ker imam pa vendarle še v življenju druge stvari, ker moram preživeti, recimo, no, tako. Ja, Swiss 2020 je bil ekstrem, ko si ga ne želim, nobeno ne privoščim. Mislim, da če bi še enkrat šel, to bi odstopil. Tam je bilo enostavno, ja, edina tekma v letu, prva 300, in sem enostavno korakal naprej, ne vem, koliko časa bi še, ampak ja, sem opravil. Sem pa pol na toru, na prvem toru sem odstopil, ne. Na prvem toru sem odstopil na 220 km, enostavno spet vročina, glavoboli močni že par dni, in tudi vrtoglavco sem imel neko bolečino, tako nedefinirano v prsnem košu, prvič, tako tam sem se ustavil, ne, tam sem rekel, ne grem. Pol, seveda, čez 2 dni, sem bil dober, sem rekel, ker čas sem imel, bilo malo več odspal, tako da je bilo malo žal, da nisem poskusil naprej, ampak v tistem stanju nisem bil sposoben. Predvsem pa, dobro je bilo, da sem občutil ta bolečino odstopa po eni strani, po drugi strani pa, da sem se razbremenil tega, da Andi Mamić še ni odstopil, ne. Kar me je malo prej oviralo, da rečem, pri odločitvah, ne, ker ta princip, veš, ta ego pri meni je močen in ja, nisem še odstopil, ne bom, dokler se bo dalo, tam sem odstopil in zdaj sem s tem razčistil. Bravo. Tako da sem tudi na Istri letos odstopil, ker podobno, pač vse mogoče bi šlo, ampak v tistem stanju ni šlo, oziroma bi se ogrozil pol UTMB in naslednje tekme, ne. Tako da ja, tudi jaz bi se ustavil, če bi bilo potrebno. Je pa to izredno težka odločitev, ne. Na taki tekmi, ko se pripraviš celo leto, ko tudi tle bil blizu, uradno je bil že DNF, ne, na Swissu, kar je bila huda travma zame, in v tistem stanju, ne, ko pomisliš, koliko je ne samo mojega vložka, koliko so tudi drugi, ko sem omenil, tle so ogromno ljudi je mi pomagalo, prišli so v Švico zaradi mene, in vse skupaj je ena taka investicija, da ja, res narediš vse, da ne bi odstopil, ne, tako da vedno smo spraševali, vedno bomo, kolega, ko je odstopil z Belgije, je napisal zadnjič, da se sprašuje, ker tudi ni rekel, da ni mogel poškodbe in
vprašanje, kaj je bilo, ampak ko si malo boljše, se takoj malo vprašaš, ja, ali pa se malo dođeš po lavi, zakaj nisem nadaljeval. Verjetno je podobno pri Himalajcih, pri alpinistih, ko so 100 metrov od vrha in se bolj odločujejo naprej, ja ali ne. Ampak tisti so še živi, da imajo o tem, kaj razpravljate. Ne? Tisti, ki so še naprej, velikokrat niso več, nažalost. To zgodbo z DNF-jem mi moraš povedati. Posnel si filmček, ne si predstavljam, tebe so odstopili. Odstopili so te, ampak Andi od Hudiča, človek, ki je bil 10 dni na nogah, je rekel, ne boste mi tega vzeli in si kot DNF-jevc se vrnil kot Feniks iz pepela, dohitel ostale in potem dejansko organizatorja s to svojo trmo pripričal, da te je vrnil nazaj med žive. Ja, to je tudi neponovljiva zgodba najbrž, posebej pri Švicarjih, ki so res zategnjeni, kar se tega tiče. Limiti na 660, to je zdaj dost teh protestnih člankov. V glavnem, limiti so bili težko dosegljivi z normalnega utrejlaša, ne? Zato, ker prve dve postaji na 360 bazni nista imeli limitov z 660, ne? In pol tretja, Grimenc, je imela. Jaz nisem niti šel za tem, ker sem bil krepko pred limitom in vedel sem približno, kdaj je. In ko sem šel spat, jaz sem zgubil prejšnjo noč precej, ker sem imel eno tako hudost, težjih obdobij, neprespan sem šel v etapo in agonija cele noči, neprespanosti in vse je zavleklo, vse skupaj, ko sem tam nekaj časa zgubil. Jaz, ko sem prišel na to bazno postajo, kjer je bil prvi limit, sem si naštimal uro še vedno v limitu. Je bil pa tisti dan tam kilometer nad hotelom en helikopter, ki je celo popoldne navlačil neke smreke. Švicarji tako rešujejo te zadeve, da je helikopter debla odnašal in je celo popoldne ropotalo in seveda sem se dal čepke uha, nujno sem se moral spati. Bil sem sam v sobi slučajno in ura mene, jaz ne vem kako, do zdaj se me je še vedno telefon zbudil, takrat me očitno ni zbudil, ali me je zbudil in sem jaz nezavedno ugasnil. Ne vem, jaz sem se zbudil, takoj sem pogledal na uro, videl sem, da je 11 in nekaj, limit je bil ob 8 zvečer. In najprej se nisem zavedal, sam vem, da mi je srce skočilo ven, v glavnem neka panika me je zagravila, kaj se dogaja. Prišel sem na hodnik, vse prazno, vse zapuščeno, šel sem malo po sobo, vse sobe prazne, nikjer nobenega. Ob tem, da preko sem šel spat, je bil kot vedno čisti živ žal povsod in se bolj boriš s tem, ker je toliko hrupa. Se pravi, nikjer nobenega, grem dol po stopnicah v tem objektu, to je tak hostel velik. Sem srečal sicer osebo, ko je šla gor, ne vem, ali sem ga celo primil za rame, nekaj sem hotel vprašati, malo sem me ustrašil in da on ni pri organizatorjih in da ne ve nič, kaj je tam počel še zdaj, ne vem. Šel sem dol, ker je bil ta glavni prostor, ker smo pustili prej tranzicijsko torbo, nikjer niti torb, žive duše, tema, luči sem iskal. Vem, da sem se cel tresel, tu se spomnim, vem, da mi je bilo, vem, da sem sam sebi, kaj je to, res prav tako malo panično stanje. Prišel sem v kuhno, kjer sem računal, da bom po spancu pač nekaj pojedel in šel naprej. Kuhna ščiščena, po švicarsko, nikjer nobenega, ščiščena kuhna. In enostavno, telefon, kličem organizatorja, javlja se na gospa in da sem pač eliminated. In jaz si povem svojo zgodbo, me posluša, me razume in je žal, ampak ne odstopa. Pol vmes je celo nekaj, sam malo bom nekaj vprašala in sem že malo upanja imel, pa da nemogoče zatrjevala in nisem mogel prepričati, da nisem v limitu, nisem limit presegel zaradi, ker ne bi mogel, ampak ker sem zaspal in ker v bistvu je povsod navada, da te tudi organizator zbudi, oziroma ti da zadnjo možnost, greš naprej ali ne. Tle ali so pozabili, ali ne vem, kaj se je zgodilo. Čutil sem krivico, ker se mi je zdelo fair, da me bi nekdo zbudil in konec koncev, ko sem tudi rekel, je to njihova odgovornost, tam imaš tekača, ki
nekaj dni spi, mislim, nekaj dni laufa in potem je šel spat, je prav, da ga kdo kontrolira, kaj je z njim, ne? Vprašanje, kaj se lahko zgodi. Jaz enostavno tam nisem pristal na to, da bi odstopil, ona je rekla, ne počakam za avtobus, jaz sem pol odložil, pa sem še enkrat klical z ne vem kjerim predlogom, pa je rekla, da ne, da itak so zastavice pobrane, da ni okrepčevalnice, gor je zaprta, ker pol sem imel prelaz 2900 visok in na 2600 mislim, da je bila okrepčevalnica, da je zaprta in da so zadnji tekači že čez ta prelaz, da so že v naslednji okrepčevalnici, to je, če si predstavljamo, recimo, kot da sem jaz v vratih, pa okrepčevalnica je nekje na Staničevem domu, pa bi morali čez Krederco v Krmo, ne, recimo, oni so bili v Krmi nekje in tle je neoznačena pot vmes, zaprta ukrepa in jaz sem hotel dopovedati, da sem sposoben pač jih dohiteti nekje do naslednje te bazne, ne. Ne. No, jaz sem pol se odločil, nisem niti Uroša zbujal, ker je bilo pred polnoči in ker vem, on bi šel v akcijo, sem rekel, grem sam, bom videl, kaj bo, se našteljem, pustim tam te stvari, ker tak te torbe ni bilo, tako sem zgubil pojem spalko in neke opreme, ampak ni važno, nisem šel naprej, par čokolad, ki sem imel še ne 3 noter, tako je bila ta sreča, vem, da sem še vodo, ko sem natočil, nisem niti kje je mrzla topla, ker tema je bila, pa si natočem najprej eno, je bila vroča, pa drugo stran, obrne spet vroča in potem se ščipam čez sanjem, ne, ker se mi je vse toliko absurdno, toliko nerealno, da ja, res tak šok. No, potem sem s tem, ko sem štartal, se nekako to spravo ima iz mene, prišlo je zavedanje in potem sem sam en tempo užgal, res hud, za tako etapo, mislim, za tako preizkušnjo že prej, mislim, da sem rabil 3 ure 15 za cel ta raztežaj, s tem, da je bila tam zaprta vmes okrepčevalnica, po moji tej najbolj optimistični časovnici bi rabil 5 ur in pol, tu sem res letel, tudi za dol te bolečine so kar zgilile in prišel sem na tisto postajo dol pol, ko je eden zapuščal, ja, in sem samo vprašal, si šel v igri in debelo pogledal, ja, itak, ne. In jaz sam, se pravi limit, sem noter, ne, sem prišel na postajo, tam je bilo še par tekmovalcev, so počivali, tako sem jih že prehitev, eni so bili sicer 360, ampak sem v limitu. Nekako sem se vdahnil, noben me ni nič vprašal in pol pa po par urah, ko sem se že bližal tej bazni, mi Kristina napiše, da sem DNF, ne. Potem je spet, sem zavrtel film, verjetno ta ženska, s katero sem govoril, je obvestila in so me izločili, prišel sem na tranzicijo, tam torbe ni bilo, ker so peljali že na cilj, ne, seveda, kot DNF-jevca in tam sva z Urošem, malo sva sedela neumnega, malo sva tudi tako nekako zahtevala torbo, da sem pač tam in te organizatorji so bili malo zmedeni, zdaj ne vem, a so oni pol mene dali, ker so imeli in so vedeli za mojo zgodbo in so me dali pač, ker je bilo to prav, a niso vedeli in sem pol nekako, se ta je tle, smo nekaj zgrešili. V glavnem, oni so mene dali nazaj na listo in sem pol prišel to glavnino, da rečem, in nadaljeval pot. Je bila pa to ena velika travma in spet dokaz, kaj je v glavi, da potem ne glede, da sem se naspal, ja, ampak ta tempo je bil... Ti vzel kaj, no, hočem reči, ves ta adrenalin, pa ta pospešek, vsa ta energija, bi človek rekel, na koncu pa sam še dol padel, zdaj pa res ne morem več, ker sem vse vložil v to, da sem jih ujel, ampak ti si vsem še črpal iz tega, si rekel, zdaj ne bo, ni predaje. Ja, zanimivo je, ker jaz tudi, ko sem jih ulovil, ja, potem sem znižal tempo in čutil sem malo pat energije, ampak ko sem prišel na bazno postajo, to se pravi 50 km po tem, kar sem štartal sam, in ko mi je ta ženska povedala, da sem v igri, da so me dali nazaj in se z nami, sem skočil na njo, poljubil in na hitro odhitel naprej v naslednjo etapo, ni bilo treba počitka, ne. Ja, toliko adrenalina, toliko teh hormonov, ki sprožijo to presnovo in vse vire energije in drugih kapacitet, ko jih rabiš za naprej, očitno. Tako da ja, toliko smo sposobni, toliko je pa recimo v glavi, ko si misliš, da ne moreš več. Tako da očitno je še, ne glede na vse, sem imel še dosti rezerve
Ja, sem prišel pol spet v slabe faze, bila težka noč, deževna, mrzla, ampak to je tako normalno, te faze so stalno gor dol, tako da, ja. Noro. Mislim, no, kakšna zgodba, no, ko si potem, ti zadnji filmček sem videl potem, ko si se spuščal dol pred Ženevskem jezeru, vse je bilo kar emocionalno, verjamem, da vse tisti, ki so gledali, so rekli, mamič, pa kje si ti prišel zdaj, ljuba duša, a ne. Tokrat smo te zgubili, ampak ti si živ, zdrav, ne samo to, lahko še snemaš filmčke, pa ne, govoriš traparije, fak, res si norca, ne, mislim, povej mi, zdaj vem, ni konc, dokler ni konc, zdaj se lahko spotakneš 20 km pred ciljem, pa ti utrga nogo, ne, ampak takrat bi šel po zobeh, če bi bilo treba. Ti, kdaj si pa, takrat si pa vedel, zdaj to je pa moje, tega mi pa ne morete več vzeti. Ja, no, tam je bila pol, naslednja noč je bila huda in dan, ker je nas je pralo, je pa pol zadnja etapa, ki se je spet razjasnilo, tam sem, ja, začel sem verjeti, da je ta cilj res realen, ne, ampak, ko sem tudi v filmčku povedal, ponižen moram biti, upoštevati, da se lahko si zlomiš nogo v zadnjem kilometru. S tem tle razum poskuša nekako nadzorovati, ampak čustva je bilo videti, da so čustva preplavljala razum, ker zaradi tempa, spet zadnjo etapo sem šel, Uroš se sam čudil, mislim, da imam najboljši čas od vseh tekmovalcev, tudi na 360, letelo je, jaz tam dobro, super masažo mi je naredil in jaz sem na masažni mizi tudi malo zaspal, to je zadnjih 50 km pred ciljem, 20 minut sem zaspal, Uroš me je dobro razbil in že takoj po tej masaži, ko sem šel na WC, ko je bil 2 štuka više, sem videl, da me kar tekel sem po stopnicah gor, in potem sem se vstal, sem da mir se, ne, veš, kaj te še čaka, ampak neka energija, res tudi meni nenormalna, nerealna, od kje, še zdaj ne vem. Jaz to zadnjo etapo sem v celoti pretekel v visokem tempu, ustavljal sem se tam in pojedel, tistih 15 minut sem se dobro naložil, da je bila energija, in drugače pa laufal, res tudi pod 5 kilometer je šlo, ene delje, ja, res noro in v cilj sem prišel, v bistvu zadnjih par metrov sem lahko še šprintal in tam bi lahko še 10-15 kilometrov v tem tempu. Ne vem, kaj se je zgodilo, kaj je priklopilo, to je ta zdaj fenomen teh naporov, ko se ti kdaj kar nekaj nerazumljivo. Kaj si, prva stvar, ki si naredil, ki si prišel v cilj? Ja, objela sva se z Urošem, potem sem spil eno pivo in užival v tistih trenutkih. Užival sem tudi v svojem stanju, ker na zadnjem Swissu sem šel sam še spat kar tam na tisti ciljnem prostoru, nisem bil sposoben iti do kampa 1 kilometer proči. Užival sem v svojem razpoloženju, v svoji fizični, se pravi, stanju, tako da sem bil boljše 3 ure, no, sem bil po konci, preden sem prišla do tega. Ma tam sva si vzela čas, užival sem res v zadoščenju cilja in tako da to je bil tisti, mislim, že prej so bili vrhunci na ta cilj, ko pa tu dosežeš in bolj, ko tu počasi prihaja za tabo, kaj si naredil, ne? In še prejšnji teden, mogoče še zdaj prihaja malo za mano, je to tisto pol, ko te nagrajuje, ne? Ko te preplavljajo te občutki, ta sreča, to je nepredstavljivo. Mislim, noro. Kako pa handlaš z vsemi temi, rekel, z okolico, s prijatelji, z družino, zdaj pa s čestitkami, pa s pozornostjo, pa malo te že poboža, jasno, ampak tega je ogromno, zdaj rečeš, ok, vse to delaš v osnovi za sebe, iz sebe, ampak neposredno in ne ločljivo si povezan tudi z okolico, ki te spremlja, tudi če ne bi noben mu povedal, recimo, ne, bi slejko prej izvedeli. Kako pa, tega je bilo najbrž ogromno zdaj, ne? Ja, ogromno, ja, seveda, in ogromno mi pomeni. Zdaj, ves čas, tudi med tekom, sem se res trudil in sploh vseh teh, no, ne 10 letih, malo manj, kar so prišli te, recimo, relativni uspehi, poskušam biti na realnih tleh, zdaj sem tudi dovolj star, da verjetno mi je lažje kot nekomu, ki bi bil na 20 let, ne. Prvič, zdaj, relativno je, ne, kaj je uspeh. Jaz sem, ja, sigurno je to velik dosežek, sem ponosen,
Ni pa to olimpijska medalja, ni pa to, nisem prišel prvi na južni tečaj, ne vem kaj. Tako da moram biti realen, ne. Sem, zato ker imam očitno imam neke pogoje, telesne sposobnosti, da so mi to omogočile. Imam tudi okolje mi je to omogočilo, nima vsak te možnosti, ne, že to, je že ena selekcija. S to pozornostjo, ne, to je tudi po mojem med tekom, ko razmišljaš o sebi, se mi zdi, da mi pomaga, da sem lih realen, da ni to, da znam vrednotiti svoj uspeh realno. In da ne glede na vse, jaz sem pač tukaj recimo uspešen na tem področju, nekdo, ki ne vem, je majster neki storitveni dejavnosti, je lih tako uspešen, ne? In je lih tako vredno njegovo delo, ne? Zdaj to delo, ki ga jaz opravljam, nima vrednosti recimo če bi v poslovnem jeziku govorili, ne? Ima drugo vrednost, ne? Nekdo je uspešen na poslovnem, nekdo je na športnem, nekdo je na kulturnem. Se mi zdi prav, da moj uspeh ovrednotim tako, da kaj sem jaz s tem uspehom nekomu dal, ne? Upam in tudi verjamem, da sem dal marsikomu to, da je mogoče pomisliti, da je marsikaj, da smo sposobni, ne, kot gibajoča se bitja, ne. Verjamem, da sem s tem, ko ostajam realen in da poskušam tudi biti komunikativen in ne glede na vse te odzive, poskušam odgovarjati vsakmu in tako, da dajem neko sporočilo, ne. Verjamem, da dajem sporočilo mojim otrokom doma, mojim otrokom v službi, mojim puncem, ki jih treniram. Verjamem, da dajem sporočila prijateljem in ta krog, ki ga imam, velik krog prijateljev in neprecenljivo, nezamenljivo, je tudi, to mi daje potrditev, da sem postal predvsem ta dober prijatelj, ne. To mi je najbolj pomembno, da sem, ne glede, da mi zmanjkuje čas za prijatelje, da negujem ta del, ne. Da si vzameš čas, da imam te srede, recimo, za primer, ko imamo eno skupinco prijatelji, ki gremo laufat, ko nimamo treninga dosti, če sem odkrit, ampak imam dosti po drugi strani, ne. Imam tle dosti na osebnostnem področju in ne glede, da bo mogoče rezultat pol v soboto na tekmi manjši, mislim, slabši, je moj rezultat na osebnostnem področju višji, ne. Se pravi, ta sporočila, če jaz nekomu predajam, je to največ vredno, ne. In pravim, upam, da ne delujem zdaj s tem ne vem koliko, da rečem. Ne, ni pretenciozno, če to misliš, delaš od tega, zelo lepo iskreno si povedal, to sem hotel tebe, slišati, kako pa tvoji varovanci na srce pleni, pa hčere burje, pa tvoje hčere, pa to in zdaj si tako lepo popisal, ne. Ti jim hočeš pokazati, da včasih, kljub temu, da nekaj počneš, kar ti ne bi bilo treba, pa so morda pomembnejše stvari v življenju, pa so neke vojne, pa lakote, pa tako naprej, ampak ti si pa na ta način pač izrazil tisto, pa hotel pokazati in to je treba spoštovati. Ja, ta sporočilni del, se mi zdi, da je tako, da je verjetno najbolj pomembno od vsega, no. Omenil sem, da je ogromno prelegajanja, družina se preleganja, družina se mora odpovedati marsičemu, ne. Dopust letos je bil prilagojen temu. Tega nočem in ne smem pozabiti in moram ceniti. Tako da tudi zdaj naprej ne vem, kakšni bojo moji cilji, ne vem kam, moram biti fair, moram biti družina, funkcija v družini je najbolj pomembna. Tako da tudi za druge, ne, za mlajše so tekače, ki mogoče bojo mlajše se zdaj, tudi starejši bojo lahko to dosegli, ampak tudi za druge je fajn, da je moje sporočilo zdravo, da se pravi, kljub temu, da je to ekstrem, da je ogromno časa, da vseeno se da živeti, na rekovajih normalno, da vseeno se da imeti družbeno življenje kvalitetno in da je tudi to lahko deljene poti in je mogoče enkrat, ne, tudi tisti, ki so odpravljeni 100-kilometrsko, mogoče bo enkrat to naredil, nikoli več, mogoče bo ponavljal, vsak ve zase in to je to, no, sej zdaj zahajam že malo preveč, moralizirane, ne, ampak dost je tega, pri takem izzivu je dost tega momenta, ne, tega družbenega, predvsem v tem mikrookolju, dost teh vprašanj in odgovorov,
in dilem. Ne. Ja, mislim, filozofsko rekel, nastrojen si tudi skozi svoje zapise, zelo lepo je tisto brati, pa razmišljati o tem. Jasno je, ne, tu bi lahko rekel, koliko je tukaj ega v tem, ne, koliko se hočeš dokazati sebi, pa tudi okolici na vse zadnje. A bi to počel, če noben na tem svetu ne bi vedel za to, recimo. Pa to najbrž s tem si tudi mogel razčistiti. Sam pri sebi, pa tudi z okolico, ki ti je rekel, ti si sebičen človek, delaš sebi škodo, pa drugim kradeš pozornost, pa ljudje morajo zate skrbeti in tako naprej in tako nazaj. Ne? Ja, to je ena od dilem, sigurno, ne. Koliko smo tle, kako se reče, načimarni, ne. Mislim, koliko smo, ja, tu se sprašujem konstantno in se s tem borim. Zato iščem pol tudi protiargumente temu, ne. In pol ne, če povlečem črto, se moram vprašati, da sem naredil več koristi ali več škode, ne. Prav. Na koncu je zmer bilanca, praviš. Tako, ja. In ta bilanca je zaenkrat pozitivna, če te prav razumem, glede na to, da si evolucijo ultraša v 10 letih naredil do tja, ker si. Ja, za mene je sigurno zaenkrat pozitivna, se pravi, sprašujem se, koliko je za druge, verjamem, upam, da je tudi pozitivna. Za mene kot osebnost sigurno je, ker mi je ta tek v 10 letih dal ogromno, ne, ena nova dimenzija v življenju. Ne glede, da sem športnik celo življenje, da dobro poznam procese treniranja. Tukaj se mi je odprl nek nov svet in tudi ne samo ta športen del, je tudi tako osebnostno močno področje. Ne. Ja, zdaj 10 let je tako, je doba, ne. Tako lahko bi tudi simbolično nekako zaključil zdaj s tem, oziroma bi bil to nek plafon. Tudi tu sem dosti razmišljal, a bo to zdaj slučajno, če kaj podobnega ponovim, a bo to izzivanje že ne vmes, veš se sam sebe tako malo, to so take preizkušnje, te monologi, ko si rečeš, da je zdaj pa res sam še to, zdaj pa izziven. In prosiš nekoga, da ne ti omogoči, da priješ do cilja in ne boš nikoli več, ne, tako kot en mulc, se ti zbujejo neki taki strahovi oziroma neke, ne vem, kakšne misli. Zaenkrat ne bom nič rekel, jaz se pravim, poskušal bom, da ostane ta del zdrav, predvsem, ne, da ostane pozitiven, ne, če gledamo to bilanco. Pol pa vidi, kaj bo. Zelo lepo si povedal, sem razmišljal o tem, ko si govoril. Ja. Včasih rabimo malo ali pa veliko ega, da dosežemo najglobje nivoje svoje ponižnosti, pa si pa ne pretirajte to, kar si hočete, ampak ja, tisto, kar si ti govoril danes, pa kar si zapisal, se mi zdi, da je na eni strani te poganja ego, te poganja ta raziskovalni duh, kaj zmoreš, kako daleč lahko greš, ampak vmes pa doživiš stvari. Tudi, ko si zelo majhen, pa ko si to svetu priznaš, da si zelo nepomemben, ampak tega ne bi dosegel brez enega in drugega. In ta yin in yang, evo, vidiš, si ti tak lep primer in se res, dragi Andi, veselim zapisa, no, iz SwissSpeak. Zdaj ne vem, kako boš to imenoval, 660, 700, 740 ali SwissSpeak neskončno, ampak to bomo brali, no, to zna biti pa cel roman, cela knjiga. Ja, dolga zgodba bo, ker sem že nek začel in vidim, da mogoče se bo komu tudi vleklo, ker je teh podatkov, ne, teh kronoloških, ne, ker sem poskušal res vse, kar se spomnim, bistvenega poskušam zajeti. Ampak ja, sigurno bo komu zanimivo. Vidim tudi tako, precej ljudi me že sprašuje in če je to tudi ena od teh dobrih stvari, ko jih dam, super. Ne? Se pravi, ne samo zame, da preberem in podoživljam to. Če je bilo komu to, da mu je užitek brati, da mu je zanimivo brati, pa da ga spravi mogoče kdaj, da ga brcne, da gre pol ven, ne? Je to super in to osmišljuje pol vse skupaj, ja. Ja, so na obdobje. Danes zjutraj sem razmišljal pred najnim podcastom, ko sem se tako težko zvalil iz postelje in sem razmišljal, ja, za Andija Mamića je to tako, mislim, postla, pa to je noro. Zunaj je dež, pa -15 stopinj, pa
Mislim, v kratki majici, koliko imaš za prelaufati 10, pa ne se hecati, ne. Seveda nisem šel laufati, ne, ker mi je bilo premrzlo, pa prevlažno in sem imel slabo vest in sem rekel, kako ne zdaj to Andiju povem, ne, da niti to nisem mogel narediti pred najnim pogovorom, ampak verjamem, tudi ti mene motiviral, v marsičem, ker sem to bral, pa sem razmišljal vse za božjo voljo, ne, pa si mal moker, pa si mal, ne, on je mu pljuča zabasana, pa ne vem, kaj vse v netu na telesu, pa gležen tak kot stegno, ne? Pa je imel še 150 km pred sabo, pa je šel, jaz pa jokcam, ker se mi je mini žulček naredil, ko sem šel enkrat na Storič ali pa dol, brez veze. Tudi jaz imam jutra, ko pospim, ko imam tudi dneve, ko se mi ne da. Imam obdobja, ko preveč jem. Vse je to normalno, saj nisi nad človek, ja, se tako. Ja, in tudi ne živim nekega asketskega življenja, se pravim. Vse se da, no. Tudi nisem, to sem povedal, nisem nek talent, ne, za laufati, nisem bil povprečen nekje v šoli, lahko malo nadpovprečen tekač, ne, recimo, da je pa delo, oziroma ta vztrajnost, da je pa ključna, to pa ni treba, da jaz poudarim, ne. Andi, super si bil, 2 uri sva potrošila za to tvojo zgodbo. Toliko stvari bi te še vprašal, od fuzbala naprej, pa od vseh trailov, ki si jih naredil. Vem, da si v Vipavi si kuhan in pečen, seveda si lokalc, jasno, da te imajo za maskoto. Še par let pa te bodo vlili v bron, pa te bodo to postavili na cilj. Andi Mamić, UTVV, legenda. Ampak vsem bi te na hitro vprašal, ker si dal vse te stotke skozi, pa vem, da znaš neko objektivno, subjektivno in objektivno oceniti, morda pa primerjavo narediti, če bi te vprašal, katera je najlažja, pa katera je najtežja, recimo stotka med Istro, Vipavo, K24, Pušeljcem, Lavaredom, Gran Canarijo, Dolomiti, Corsa de Laboro, pa Dalmacijo in Kranjsko goro. Evo, če bi to mogel umestiti, kateri pa recimo, ne, kam bi šel pa, kjera stotka tle pa dokaj nezahtevna, seveda, dokaj lahko narediti, kjera je pa zaguljena kot 100 vragov. Evo. Z prve najtežja stotka je Dolomiti Extreme, tle Val d'Isoldo. Definitivno najtežja tehnično, tako da tle je odgovor jasen. Manj jasen je, kjera je najlažja. Tudi jaz bi verjetno kot večina dal Istro, ne? Tudi klima je takrat taka za laufat najbolj ugodna in predvsem pa se proti cilju spušča, ne, ta tehnična zahtevnost, tako da verjetno Istra bi bila najbolj, no. Ni pa zdaj toliko tudi razlik. In še ena stvar, ko je relativna, je, a ti paše, da je pot vedno lažja in gre vedno bolj v ravnino, ali je nekomu boljše, da ima vseeno klančke do konca, ker klanc pomeni tudi dolino oziroma razbremenitve, ne. Ravnina, ko te enkrat začne nekaj špikati, greš lahko v hojo in se to res vleče, medtem ko klanc dolina, pa te lahko klanc nekaj špika, te v dolino ne in obratno, in je tudi psihično malo bolj vse skupaj razbito, tako da vprašanje. So pa načeloma vse težke in za vsako je potrebno se dobro pripraviti, nobene podcenjevati. Tudi jaz recimo zdaj, se je bilo po 300, mislim, da 21 sem šel laufat UTVV, ki je bil takrat predstavljen tako. Ja, in vsi so mi, kaj pa zdaj tebi teh 100 mil, ne, imaš 365. In jaz sem šel malo tako na to, ja, se imam bazo dobro, malo več ne sem počival, pogor popolnoma, ne, in telesno, pa tudi energetsko tako drugače, ne. Tako da ja, vsaka zahteva svojo pozornost v smislu tega procesa, tako da ni noben za podcenjevati. UTVV bi kam uvrstil, recimo, po zahtevnosti in tehnično in po vseh ostalih kriterijih? Dokaj zahtevna stotka je, dokaj zahtevna. Milje so mogoče malo lažje, ker spet, če imaš kilometre, če ti je makadam, če šteješ makadam za lažje kilometre, ne? Zdaj nekako večina šteje za te ravninske dele za lažje kilometre, tehnične strme spuste in spone za težje. Tako da je malo nadpovprečno težka. Je pa zdaj spet so drugi dejavniki, ker je lahko tekma, ki je težja in ima ali naravne značilnosti take, da uživaš
ali te okrepčevalnice dobre, močne, energetsko in energijsko bogate, tako da te poje to dvigne, tako da je res vprašanje, kjer je lažje v tem smislu, ker zdaj tukaj v Sloveniji pravim in K24 in GM, Krajinska tudi, pa v bistvu vsi traili so domači, so bogato, mislim, udobni v smislu tega, da je dosti in bogatih okrepčevalnic. Ko greš ven, je vse to dostikrat ni tako samoumevno, ko se nam zdi, ne. Ja, ko sem gledal še dolge traile, podobne, 400, 500 in tako naprej, po Evropi in po svetu, zdaj tisti angleški, spajni in podobni, pa tudi ameriški, Moabiti in podobni, to so prelahki za tebe, tam ni neprenih pravih višincev, Prej si rekel, da si pa pošpegal, zdaj ne vem, če to tem lahko na glas govoriš, ker moče tvoja žena ne bo zdržala do konca tega pogovora, pa tega ne bo slišala. Kristina, lepo zdrav, ampak lahko kaj poveš, mogoče kam bi šel, če bi bilo lih vse? Ja, prijatelj zdaj na Swissu mi je omenil, ne, Pireneje. Oj, prečenje. Ja, ja, prečenje Pirenejev. 800 koliko? 880, mislim, da je, 70, ja. Je pa tako netekmovalna verzija, greš skupaj z glavnino, noben ga ne pustijo zadaj, ni limitov, nekako je tako bolj taka avanturistični izziv, kjer je cilj, da pride vsi na cilj in tako malo drugače je, ne? Ja, in tako, da me je zamikalo. Ampak se pravi, zdaj trenutno moram biti predvsem fair. Konzervativen pri tem izbira. Tako, ja, če si jaz zaslužil, mogoče kdaj, vidimo. Te gre še letos kam izteč, če tako temu rečem, na kakšno 100, ja? Dalmacijo grejo moji prijatelji, grem zraven, najprej sem mislil, da gremo support, ampak apetiti se večajo glede na stanje, tako da bom videl, znam tudi kaj odlaufati, ja. Andi, upam, da se čim prej srečava tudi tako z oči v oči, pa da še kakšno rečeva, se pravim, toliko stvari te moram še vprašati. Tole danes je bilo izjemno, lahko rečem, verjamem, da tudi za gledalke in poslušalce, da so tole poslušali in če so tekali ob tem ali pa lezali kam, so malo podaljšali svoj običajni trening, ker tole je bilo res zanimivo. Hvala ti za tvoj čas in za tvoje, rekel, neprecenljive zgodbe in izkušnje. Ja, hvala tudi tebi za vabilo in za ta pogovor. Sem tudi užival, da sem spravil in prvič nekako vse tako precej podrobno, nekomu povedal, tako da ja, tudi upam, da bo dokaj pozitivnega od tega vzel in se vidimo, ja. Ja, zdaj tako, da kar računaj, da te bodo cukali, ja, za rokav in da boš mogel zdaj cel kup ljudem še povedati, ki se ne prijaviti za to, ker je bilo to samo enkrat, pa ne bo več, ne? Ali pa bo, se ne vem. A bo še ta dirka, ki veš? Ta izvedba 606? Ni še odgovora, rekli so, da verjetno v začetku bilo rečeno kot unikatna, zdaj pol so bliže eni znaki, da mogoče bi ponovili, je pa zdaj precej kritik in vidimo tudi za organizatorje. Prostovoljce sem videl, da so bili kar skurjeni po 14 dneh, tako da ne vem, bomo videli. Mogoče boš pa edini Slovenec na tej dirki z vseh časov, tako da, evo, pa bo ta podcast šel v zgodovino tudi zaradi tega. Hvala, Andi Mamić, pozdrav v Vipavsko dolino. Ja, hvala tudi tebi in lep pozdrav vsem. Čau.